denar, da boš srečen, uspeh, ne, zato sem hotel doseči ta uspeh, ki ga je moj foter, recimo, sem ga hotel v tenisu doseči. Sem rekel, ko mi bo pa to uspel, bom pa zadovoljen. In mi je to ratalo, kaj misliš, da je bilo pol? Žiga Papež. Pred 12 letih so me diagnosticirali sladkorno bolezen. Tvoje telo se ne regenerira na tak način, kot se telo zdravega človeka. Noben ni želel govoriti o tej bolezni. Vsi so skrivali. In zdaj pridemo točno do tega, zakaj to delam, z vzorom. Jaz takrat nisem imel enega vzornika. Sploh mi ni to delo, živim svoje življenje in zraven v bistvu ozaveščam in dajem neko motivacijo tudi vsem ljudem, ki imajo kakršnekoli omejitve. Sem v bistvu štartal svojo drugo športno kariero na pot enega ultrazdržljivostnega športnika. Tekom tega procesa si tudi v Guinnessovi knjigi pristal. Prijavil sem se na najdaljšo ultrazdržljivostno kolesarsko preizkušnjo v Evropi. In pol pišem organizatorju, jaz sem diabetik, a bi me, ne vem, lahko saj nekje nekdo tako na pol poti ali pa nekje počakal, da mi da kakšna zdravila, da če karkoli. No, on meni tako v enem stavku nazaj piše, pol se pa ne prijavil. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Ja, čakaj, rabaš med skozi zraven nekaj sladkega? Za vsak slučaj, zdaj je kar stabilen sladkor. Veš, jaz moram skozi ta graf gledati. Ja. Kako se trend giblje, najlej tako zgleda. Vidiš, in zdaj Okej. vidim, trend, recimo, za zadnjih 6 ur, zjutraj sem imel neko sranje, to si ti za kuhu zihar, kaj stres malo sekel. Je, ne, Ful sem to sem te slabo hotel vprašati, koliko ti to Ful vpliva. sem slabo spal. Stres je res ful pomembna stvar pri sladkorni bolezni. Sploh si ne znamo predstavljati, koliko v bistvu te stresni hormoni, kortizol, adrenalin, koliko to lahko v bistvu vpliva na sladkor in posledično pol še počutje, ne? Veš, ker to ti ful zaniha. In ta energija, ne, ki nam niha, je lahko posledica tudi v bistvu pač teh stresnih hormonov. Ne. Tako da to se naučiš pol življenjem s sladkorno boleznijo, ki v bistvu vse stvari, ki jih zdrav človek občuti, jih ti na potenco občutiš. In pol začneš šele kontati, aha, to vpliva name. Na kakšen način, kad rečeš, občutiš, kaj misliš s tem? Ti dejansko v številkah vidiš, koliko to. Recimo, konkretno, če sladkor, ker jaz imam merilc skozi takole na roki, ne? Ja. In jaz pač to spremljam. Ja. In vidim, sam ta akcija je pri meni vplivala na sladkor in zaradi tega se je zdaj slabo počutim. A veš, ta v bistvu brezvezna, v narekovajih, nihanja ali pa neke brezvezne akcije, ki jih ti narediš vsak dan, bolj vidiš, da v bistvu niso toliko brezvezne, če jih ti nalagaš čez celo življenje, ne? Če jih ti nalagaš ne vem, čez 30 let. Dokler si mlad, pa se res telo razvija, pa lahko to negativno energijo in take stvari vendaš, te ne prizadane na tak način. Ampak, ko pa enkrat si malo starejši, ali pa sploh, ko si s tako boleznijo, ne, tako kot sem jaz zdaj že od 12 leta, pa dojameš, da so zelo pomembne tudi tiste brezvezne stvari, ki jih v bistvu vsak dan počneš. Ne. Tako da... S čim se pa pol zdaj ukvarjaš? Če malo kle začneva. A smo to že začeli? Vidite, to je že začelo. To je že zdavni. Zdaj je že 5 minut noter. Čisto vsak gost, ki sem ga poslušal, vedno to vpraša. Ja, si mogel. In jaz sem, izgleda res tako začnete spontano. Nice. Kaj smo vprašali, zdaj, da sem pa zameril? Zdaj, trenutno situacija, Ja, če mi lahko opišeš tako malo, s čim se ukvarjaš, mogoče celo, ja, pa boš šla pol od tega nazaj. Prav, lih to, kdo vriševa ljudem, kdo trenutno si, oziroma kaj trenutno delaš. No? A lahko mogoče tako začnem. Midva sva si pisala po mailu, da torej jaz sem zelo pogumno hotel tudi predstaviti nekako mojo zgodbo, oziroma ozaveščati o sladkorni bolezni, to, kar zdaj tudi počnem zadnja leta, kar me res veseli in v bistvu sploh mi ni to delo, ampak živim svoje življenje in zraven v bistvu poleg tega ozaveščam in dajem neko motivacijo tudi vsem, ne samo sladkornim bolnikom, ampak vsem ljudem, ki imajo kakršnekoli omejitve, različne kronične bolezni ali pa tudi druge omejitve. Se mi zdi, da v neki točki se mogoče tudi tukaj najno delo nekako ujame. In zato sem ti tudi takrat pisal. Ampak,
ko se je bližal ta dan, sem imel pomisleke, da bi celo skenslil Wow, ta pogovor. Ja. res? Ja. Hodo. Pa ne vem, približno vem zakaj. Zato, ker po eni strani sem res hotel govoriti samo o tej sladkorni bolezni, ampak bolj, ko sem poslušal tvoje podcaste, na začetku iskreno nisem vseh poslušal, sem pa zbral po temah, po zanimivih temah in gostih. In nisem takoj slike dobil, koliko globoko greš ti v svojih pogovorih. In ko sem to dojel, sem rekel, tole je zame verjetno too much. Ker bom, če hočem res predstaviti to svojo bolezen in svoje pač življenje, ki ga živim, bom mogel zelo veliko povedati, da tudi ne samo, da upravičam to zgodbo, ampak upravičam tudi tvoj čas in tako naprej. Malo tega prešerja sem čutil, ker ne maram časa stran metati sploh, če dalje manj v življenju. Zdaj, ker starejši ratujem ful vsak trenutek cenam in mer in si tudi nočem povzročati nekih takih stresnih dejavnikov, kakor mogoče ta podcast v tem trenutku je, ker se mal tresem. Pa čeprav zelo rad javno nastopam, večinoma me ljudje pohvalijo, da lepo govorim, da znam povedati določene stvari. Ampak ja, tu nikoli še v življenju nisem bil pripravljen ali pa iskreno javno govoriti, koliko je ta v bistvu zgodba dokaj velika, pa česa se vse ta moja sladkorna v bistvu se dotika. Prej sem ti rekel, da sem zbolel v bistvu pri 12. letu, ampak po mojem izvor te bolezni sega že pač, ko sem se rodil, konec koncev. Pa mogoče, da zdaj govorim čistko lari-fari, neki malo v oblakih, ampak da grem mogoče malo bolj konkretno, da bojo poslušalci, pa predvsem ti, da boste razumeli, o čem govorim. Torej, jaz sem se rodil v bistvu v eno tako zanimivo, zelo lepo drugače družino. Rodil sem se, moj foter je bil vrhunski kolesar, športnik. Ampak zdaj, težko si je predstavljati, moj oče je zdaj star 60 let, da poskušam v kontekst dati, pa ne me narobe mogoče vzeti, ker zdaj je slovensko kolesarstvo res na vrhuncu. Recimo v tistem času, če bi se zdaj midva preslikala in pozabila na vse uspehe slovenskih kolesarjev, je bil moj oče v tistem času nek vzhodnoevropejski, torej ta, bom rekel, socialistični del sveta, je bil Tadej Pogačar. Wow. Zmagoval je serijsko, 15-krat je bil državni prvak, jugoslovanski prvak, balkanski prvak, mediteranski prvak, tako z lahkoto na olimpijskih igrah je bil in tako naprej. Je bil res zvezda v tistem času. In zdaj si predstavljal, jaz sem se pač rodil, jaz se prav uživo spomnim, od 2 let naprej imam tiste spomine, vsak na ulici, vsak drugi te govori. In kdaj pa mi tako po glavi, kdaj boš ti kolesar, kdaj boš ti najboljši na svetu, poglej tvoj oči, ti boš ziher boljši, daj začni. In to se jaz uživo spomnim tega prešerja, res odmehnega. Tako, na prvi pogled se zdi to tako ena res super, si se rodil eno uspešno, tako družino, oče uspešen športnik, tudi imaš lepe pogoje za naprej. Ampak po mojem se jaz nisem rodil, oziroma moji možgani se niso rodili na tak način, da bi jaz to vzel kot nekaj pozitivnega, ampak sem si ful velik prešer že zelo hitro ustvaril. Že to je bil pokazatelj, da sem zasovražil kolesarstvo v tistem trenutku, čeprav sem imel čudovite, res gene, predpogoje, zdaj res vidim, da sem stran vrgel ta talent, ampak enostavno se nisem mogel tega športa lotiti. Zato sem zbral šport, ki mi je najmanj šel v tistem trenutku. Pri 7. letu sem začel resno trenirati tenis, čeprav mi je šel basket, fuzbal in ne vem kaj. In hotel sem se očetu dokazati, to pač ni več, z vsemi psihologi, ki sem športnimi po tem delu, smo prišli do tega, da enostavno se želiš očetu dokazati, hočeš stopiti ven iz te sence. Ampak klej pa treba vedeti, da zelo, zelo težko, vsi so mi iskreno povedali, malo šans imaš, da ga boš presegel kadarkoli. Meni so to zelo hitro povedali. In to je ful,
To je ful udar na psiho. In Koliko si bil star, ko so ti to rekli prvič, recimo, ali pa ko so ti govorili to? jaz sem začel, mislim, da psihologi delati tam under 14, torej U14 kategorija. Potem, ko sem v bistvu sladkorn dobil. To je bil verjetno tudi ta razlog, zato so mi upali, reči. In ja, pa sploh, ker jaz sem ves čas itak se trudil, res haslov na polno, treniral kar nor že pri 12 letih, sam tenis sem vedel, čisto nič drugega. Pa je pa pač ta sladkorna prišla, ne. Pri 12 letih so me diagnosticirali za sladkorno bolezen, prvič v življenju sem rekel mami, da ne grem na trening in takrat je rekla, opa, gremo k zdravniku, neki nikoli s tabo. In to se je tako zelo hitro videti. Vzeli so kri, so me prišli v šolo iskati, oba starša, sem že vedel, pa ali sem kaj nekaj hudo v špiču, ali je pa res nekaj z mojim zdravjem. Tako da smo šli pol v Ljubljano na pediatrično kliniko in sem tam ostal 14 dni, da so me stabilizirali stanje, ker sem kar dolg vlekel. Glede na, mislim, verjetno športniki tako malo odlaša take stvari, ne, pa tudi trmast sem bil, sem rekel, se ne počutim slabo. Ampak ja, je v bistvu stanje bilo tako kar slabo. Sem ostal 14 dni noter, tudi starši so hodili na izobraževanja tja, so res čudovito za nas poskrbeli. Ampak po hodnikih se je šušljalo, da ko enkrat dobiš tako sladkorno bolezen, vrhunski šport odpade. Ne. Ti si pač, tvoje telo se ne regenerira na tak način, kot se telo zdravega človeka. In itak so me prestrašili, po drugi strani sem pa še bolj trmast ratal. In ja, in nikoli nisem bil res nek hud talent, ampak sem se počasi prebijal, tam v 14 sem prvič prišel v reprezentanco, da sem zastopal Slovenijo. Ampak noben ga ni brigal, da imaš ti sladkorno, ne, a veš, zares. Jaz sem tudi to bolezen kar nekaj let na začetku na stran postavljal, ker noben ga ni zanimal. Ali boš ti performal, ali boš ti top športnik, ali boš treniral 5-6 ur na dan, ali pa pač ne boš, ne. In ja, in iskreno nisem imel to bolezen jaz pod nadzorom. Pač šel sem čez vse meje. A ko si začel nazaj sladkorno prehajati v športa, ne, torej po teh verjetno 14 dneh, da so te stabilizirali, koliko časa je minil, da si šel pol nazaj trenirati? Veš, kako je bilo? V bistvu sem šel direkt iz bolnice, ker sem si res želel, ful rad sem košarko igral in sem šel šolo zastopati na neko šolsko tekmovanje, so me direkt peljali iz bolnice na košarkaško igrišče. In sem igral neko osnovnošolsko tekmo, vse je bilo strah, Fox tam, ki je bil coach, je rekel, pa kva bom tam, je lahko skupaj, ta bo umrl na igrišču, ta bo ne vem, kaj se. Starši so me gledali, oba iz tribune, veš, ker ena osnovnošolska tekma, živčni vsi. Tako da je bilo ful časa, sem se lovil. No. A si ti čutil ta strah? Tako, mogoče ker ni bil čist tvoj. Malo bi se straha dotaknil, ker se mi zdi, da pri 12 letih ga nekako začneš dojemati, ampak ne znaš ga objasniti nekomu drugmu, ne. Ker je noter in je pač malo povezan tudi s sramom, ne sme me biti straha, ne, pač moram biti pogumen, ko so me učili, ampak a si čutil tako strah za kakršne koli vrste, če malo potipava? Mislim, da se v tem trenutku strah prekrival, prepletal s ful enimi različnimi čustvi. Ker je bilo vse še tako sveže, je mogoče celo moja trma takrat premagvala vse občutke. In to ni dobro. To definitivno ni dobro. Ker takrat se ne poslušaš, tudi strah, se spomniš na vsake toliko časa na ta strah, joj, sladkorno imam, kaj če je zdaj sladkor prenizek, ti lahko skupaj padeš v nezavest, boh več, če se vzbudil kdaj. In v tistem trenutku itak nisem znal drugače odreagirati. Pač jaz sem zapostavljal vsa ta čustva, tudi strah na trenutke, ker po mojem mnenju strah niti ni tako slab, če je pač v neki zmerni meji prisoten. Sej tako, če gre čez mejo, če si ti paranoičen, valjda to ni zdravo, ne, te ne bo nikamor pripeljalo, ampak kot otroku pa po mojem mnenju je prav, da vcepimo nek tak strah spoštovanje do nečesa. In jaz ga takrat nisem imel, jaz sem res to zanemaril in sem imel tudi to na sladkorju videl, te ekstremna nihanja od hipoglikemije, to je, ko je sladkor res prenizek in se ti vrti in lahko pač skupaj padeš do ekstremnih vrednosti nad
15, 20. Ne, normalna vrednost je pa tam, rečemo, pri zdravem človeku med 5 in 8. To so krat 2 številke. Ja. In kot otrok me je bilo strah predvsem ne tega, kaj se bo meni zgodilo, ampak koliko moja bolezen vpliva na starša, kako se one dva zdaj počutita ob tem, nimata več normalnega otroka. Koliko energije bosta mogla več vložiti v mene, koliko časa. Jaz sem to že takrat vse čutil, čeprav nisem na glas govoril. Ne. In sta več časa vlagala, definitivno. Ker je bilo tudi njiju strah. Verjetno bolj kot tebe. Ja, verjetno. Glih zaradi tega, ker sem bil verjetno takrat trmast, šel z glavo skozi in sem dostkrat pozabil na to bolezen, one dva dvomam, s trezno glavo nista pozabljala na to bolezen. Ja. A si se kdaj počutil, da si zaradi tega tako drugačen, sploh v športu, ko priješ nazaj? Dobro, ajde, je res, da je tenis individualen šport, ampak spet imaš ekipo, s katero treniraš, ne? Sem. A je bilo tako, da si mogoče čutil, ok, zdaj je drugače, nekje je drugače? To sem takoj čutil, ker sem prišel ven iz bolnice, sem vedel, da pač že prehrana je druga, že regeneracija sem videl, da zelo hitro se je pokazalo, da so nekateri lahko brez težav, večina brez težav trenirali krat 2 toliko, kot jaz, pa so naslednji dan normalno na trening prišli. Jaz sem bil bogi. In čeprav, tako kot sem rekel, jaz sem poskušal pozabiti na to, ampak v podzavesti je pa skozi ostajalo, da si drugačen, da nikoli ne boš isti. In tudi malo je bilo žalostno, ker so tudi nekateri zdravniki, ne bom spet zdaj posploševal, ampak so obstajali nekateri zdravniki, ki so govorili dejansko, da nisi več isti in da pač moraš prilagoditi življenje. Sam kako ti to 12 let staremu otroku razložil? On hoče biti enak kot drugi, on hoče igrati fuzbal brez tega, da si 10krat med tekmo zmer sladkor, pa če ni v redu, mora odsedeti 15-20 minut. Okay. To noben hoče. Kako bi mu ti razložil, zdaj, ko imaš izkušnjo, ko si bil na drugi strani, če bi bil ti zdaj v poziciji tega človeka, ki bi mogel predati to otroku, 12 let starmu, kako bi mu to razložil? In zdaj pridemo točno do tega, zakaj to delam, z vzorom. Ja. Jaz takrat nisem imel enega vzornika. Enega vzornika. Noben ni želel govoriti o tej bolezni. Vsi so skrivali. Ta bolezen je že tako sama po sebi tihi ubijalec. Sladkorna bolezen, vsi vemo, da je to neka v bistvu pač skrita bolezen, ki postopoma uničuje telo. Sploh tip 2, ne? Jaz imam tip 1 in mečkan drugač, ki je avtoimuna bolezen, ampak in ta bolezen rabi vzornika. In otroci rabijo vzornika. In jaz tega nisem imel. Najdel sem nekaj vrhunskih športnikov kasneje, ker sem se malo bolj začel s tem ukvarjati, ki so imeli to bolezen, noben ni upal tega na glas povedati. Zakaj? Zato, ker o tem, kar sva se prej pogovarjala, takoj te vržejo v en koš, trener bo že malo tako nate gledal, kaj če ne bo performal med tekmo, pa mu bo sladkor pa, da on bo mogel 15 minut sedeti. 15 minut je mogoče ključnih v tej tekmi. Ja. A veš, pri ekipnih športih govorim. Ja, pa še prej verjeten je tako pismo, zakaj mene skrbi konstantno za njega, a bo on v redu, ne? A ga bom jaz upal pač premakniti čez menik, ker trener mora delati, ne? Ja. A ga bom pač s tem lahko ogrožil njegov življenje, ne? Točno to. Ja, in je ful kočljiva situacija, ja. Ful je neugodno in logično, ljudje niso hoteli, sploh tisti, ki so bili na kakšnih resnih, bom rekel, poslovnih pozicijah, menedžerskih ali v športu, niso hoteli o tem govoriti. In to je meni manjkalo in ravno to jaz danes poskušam delati, sem si dal eno drugo kariero športno, bom rekel, da pokažem s primerom, da se pač da delati neke amazing stvari. Samo, če znaš poslušati svoje telo, če upoštevaš neke zakonitosti narave, če upoštevaš pač dejansko svoje počutje in ne greš čez to. In jaz sem se naučil v bistvu na lastni koži, da to ni bilo gut, ne. Ja, preden greva zdaj na tvoje dosežke, ki so izjemni, Darja mi zdaj pomaga in naredi malo researcha o človeku, preden se z njim usedem, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar mi koristi in ko sem prebral te tvoje dosežke, sem bil tako pizda.
dobro, da mi je pisal. Ker na začetku sem bil tako, moraš razumeti, jaz sem v poziciji, kjer se ful stvari dogaja naenkrat in jaz dobim teh mailov ogromno, ker ti ljudje rečejo, moja zgodba bi tudi bila za na tvoj podcast in je težko bilo na začetku, sploh meni reči nekomu ne. Ampak sem ugotovil, da ne govorim ne zato, ker nekdo ni dosti dober, ampak samo zato, ker nisem začutil, je čist drugo. Pri tebi je bilo pa dejansko tako, da sem ti hotel odgovoriti, ampak si tako dolgo spisal, da sem mi tako, ne moremo zdaj reči, ok, ampak dejansko sem ti pol tudi to napisal. Ja, sem bil tako zakvale, zmenjeno, te bo Darja kontaktirala. Tako da greš naprej. Ampak veš, kaj sem te hotel vprašati? Hotel sem te vprašati, kaj bi pa mogoče staršem teh otrok rekel, ker vsak otrok, recimo, ki se z neko tako stvar sooči, ima predispozicijo dosežiti to, kar si potem ti dosegel. Ampak kaj recimo bi lahko ti sporočil staršem, ki imajo otroke, ki so mogoče v taki situaciji, da kako ne ravnajo s temi otroki, kako bi ti z vzorom tukaj mogoče lahko njim pokazal, da jih ne ubijajo zaradi lastnega strahu, oziroma slabo besedo sem zbral, da jih ne zatrejo njihovega razvoja zaradi lastnega strahu pred tem, da bi šlo kaj narobe. Kaj bi rekel? Ja, si točno to delam zdaj tudi z veliko starši, z otroki, pač kombinacije veliko tudi skupaj delamo. To je eno zelo težko vprašanje, ampak po mojem mnenju tudi jaz tako delam. Prvo morajo zaupati procesu in se zavedati, da ta proces ne bo ravna črta gor, pa tudi ne bo ravna črta dol, ampak da bo šlo skozi gor pa dol. In kaj enkrat to sprejmeš, ampak res sprejmeš, ne da rečeš meni kot nekomu, ki te učim življenja s sladkorno boleznijo, saj to razumem. Ne, ti moraš to res začutiti. Zdaj, načini, kako pride do tega, so sicer različni, dostkrat personaliziram take stvari, ker moram spoznati človeka, kakšne tehnike mu pašejo. Ampak že zavedanje to, da ne bo ves čas sončno vreme, pa ne bo ves čas pač deževno vreme, je ogromno vredno. In sprejemanje obeh polov enakovredno. Tako, enakovredno. Tako. Ker iz vsakega pola lahko potegnemo pozitivne in negativne stvari. Odvisno, kako si boš to interpretiral, pa kako si boš to predstavil in narisal pred sabo. Ljudje smo različni, eni gledamo malo bolj črno, eni malo bolj svetlo, logično. Ampak že dovolj je, da tist, ki vidi večinoma črno, da mu narišemo ali pa znamo s kakšno tehniko pokazati, ali pa s kakšnim primerom ali pa z vzorom konc koncev, da ne bo vedno črno. Že to je mogoče tist korak naprej. To je ta prva stvar osnovna. Pa druga stvar, jaz vedno rečem, v Sloveniji imamo kakorkoli včasih udrihamo po slovenskem zdravstvu, imamo vrhunski zdravstveni sistem, sploh na področju diabetesa, imamo res strokovnjake, ki so v svetovnem vrhu, ki res delajo še in še za nas in bodo še in nam bo čedalje lažje. In moramo zaupati tudi v ta del. Tretja stvar je pa pač z vzorom. Starši morajo biti oni sami vzor. Ne samo jaz nek kot zunanji faktor, ampak oni znotraj hiše. Veliko staršev me kliče, pa je sladkarije doma, pa mu sladkor pol zraste, pa to bo, lahko umre zaradi tega, ne vem kaj. Ja, čakajte malo, zakaj pa so sladkarije potem doma? A jih mogoče tudi vi jeste zvečer? Včasih pri televizorju zvečer zapaše kakšna čokoladica. Ja, mislim, pravilo je diabetik mora imeti celo noč, to je najbolj pomemben čas v dnevu, celo noč mora spati dobro in dobro bo spal, če bo imel urejen sladkor. Po 7 uri se ne je. Ker potem si vplivaš na presnovo, presnova vpliva na sladkor in si zakompliciral celo noč. In to je tudi pri zdravem človeku. Zelo podoben, samo malo manj se pozna. Te spremembe so manjše kot pri sladkornem bolniku. In potem vedno najdemo v bistvu neke stvari, kjer jih tudi oni dostkrat ne naredijo najboljš. Pa če mi zapaše, veš, pa taki izgovori, ki res sploh ne pašejo. Če resno želiš svojemu otroku dobro, boš tudi ti se žrtvoval in boš tudi ti naredil maksimalno. In dejansko si zdaj eno zelo lepo stvar povedal. Ne samo pač starši otrok, ki imajo recimo sladkorno, ampak nasploh vsi ljudje starši. Mislim, moja je imela k sreči sicer zelo blago, ampak nosečniško sladkorno,
In takrat sem tudi jaz malo spoznal bolj, kako to zgleda, pa da se moraš zmeriti, pa sem si tudi jaz zmeril, a ne, pa sem videl malo, kje sem pa tako. In dejansko se mi zdi to nekaj zdravega za vsazga, ne? Da pač te, ki izhaja iz navad, pri večini ljudi bom zdaj rekel, ni fora v tem, imaš ti diagnosticirano sladkorno, pač sladkor ti niha, ne? In teh spajkov pač načeloma nočemo, ne? In že to, a veš, da se bi več ljudi zavedali, ne glede na to, a so v stiku s tem ali ne, bi pač sigurno pripomogli k temu, da se zdrave navade okoli tega naredijo in tudi pol mogoče bi lahko se kaj preventivno preprečili, ali se tukaj motim? Definitivno, zadev si pač res srž. In to je tudi moj zdaj cilj, oziroma poskušam se zdaj samo iz diabetikov preusmeriti tudi na vse ostale. Ker tukaj je res še toliko enega potenciala, še vedno živimo v nekih zmotah in v nekih tabujih, ki so nastali 50-60 let nazaj z nekimi zastarelimi študijami. In še kar pač živimo v tem in starši sploh, ne, ki so odraščali v tistem času, težko dobijo nove kakovostne informacije. In zdaj, če bom jaz, saj jaz tako gledam, če bom jaz to mojo generacijo ali pa mogoče malo mlajšo izobrazil na ustrezen način, ali pa samo prepričal to, da se bodo sami izobrazili, bojo prenesli na svoje starše, na svoje dedke, babice. Si že slišal za cifro, da 10% celotne svetovne populacije ima sladkorno bolezen. 10%. Zdaj, to je tip 2 večinoma. Kaj je razlika? Dej, mogoče na tej točki povej. Tip 2 je? Ja. Tip 1 je avtoimuna bolezen. Ja. To pomeni ena izmed 80 različnih avtoimunih bolezni. To pomeni, da telo naše zdrava tkiva zamenja za nezdravo oziroma za neke tujke v telesu in jih napade. In v bistvu telo naredi samo destrukcijo. In v mojem primeru se je to zgodilo na delčku trebušne slinavke, ker trebušna slinavka ima ogromno nalog, ampak Langerhansovi beta točki so v bistvu zadolženi za proizvodnjo inzulina in to je pri meni uničeno. To je moje telo napadlo in pojedlo in ne obstaja več. Ne? In zato si moram zdaj jaz ubrizgavati inzulin zunanje. Okay. Zato imam tudi to inzulinsko črpalko ves čas pri sebi in si preko tega v bistvu dajem inzulin. Nekateri ne prisegajo na te črpalke, pa si potem z iglami večkrat na dan ubadajo. Ne? Tukaj je tehnik je več in to je tip 1. Torej, tle ne boš nikoli zdravel. Okay. To traja za celo življenje. Ti si moraš na nek način inzulin v telo spraviti. Tip 2 je pa tako, da v bistvu nastane zaradi nezdravega življenjskega sloga in ti s časoma dobiš to. Malo narašča sladkor, pa se potem spet čez par let mogoče spusti, pa je v redu. Ampak slej ka prej boš dobil, če na tak način živiš. Torej, da nekako manipuliraš sladkorjem v krvi, da ješ preveč ogljikovih hidratov, da ješ preveč sladkorja, da ne športaš dovolj, da ne gibaš, da si pod stresom, tako kot smo prej govorila. Ne? To slej ka prej privede do tipa 2. In teh je največ na svetu. 10% si rekel, ne? 10 je vseh skupaj. Tip 1 je približno, mislim, da 1%, tako zelo malo, ne? 9% od vseh diabetikov je pa tip 2. Mislim, 99. No. Ja. Tako da tukaj vidim priložnost za v bistvu za ozaveščanje in ta del se da ful izboljšati. Ne? In pazi to, od teh 10% svetovne populacije 50% diabetikov vseh na svetu sploh ne ve, da ima sladkorno bolezen, da ima povišan sladkor. To je pa totalno zaskrbljujoče. Ker predstavljaj si, ti živiš življenje in se tako vsak dan počutiš za en drek, utrujen si, sej slab dan, mogoče me je šef sekeru, mogoče, ne vem, sem kaj čudenega pojedel. Model, ti imaš sladkorno bolezen. Če bi šel zdaj v laboratorij narediti test, bi se lahko čez 2-3 dni, če bi prave spremembe naredil v življenju, počutil kar naenkrat 100-krat boljš. Veš, taka majhna stvar, ne, da ta informacija pride do prave osebe in da reče, mogoče, ni nujno, mogoče pa imam kakšno intoleranco glukozno ali pa kaj podobnega. Daj grem test narediti. Narediš test na tešče, to se zelo hitro vidi. In ti je jasen. In če znaš to dosti hitro diagnosticirati, se ti life spremeni za 100%. Bolj si produktiven, bolj se počutiš. Mislim, res noro, kaj se da s tem narediti. Ja, dejansko
Mal se je, mal zaspani smo ratali ljudje iz vidika tega, koliko z lastno glavo razmišljamo, pa kako svoje telo poslušamo. Ne? To zdaj govorim splošno, kot populacija. Zaradi tega, ker je nekako mainstream medija, televizija, pol še telefoni, so prevzeli to delo namesto nas. Ja. Zakaj so ti sprašval, če je kaj s tabo narobe, če ti mi lahko povemo? A veš, kaj mislim? To je, a ja, pa ne rabiš v trgovino, sam naroča. Ne? V bistvu imaš danes 50% off na vse trash izdelke. Ampak se mi zdi, zdaj smo malo čez to ven pršali in se nazaj prebuja ta zavedanje, da moramo sami poskrbeti za svoje telo. Ja, definitivno. Pa tudi mislim, da tukaj ima veliko vlogo, tudi politika konec koncev. Ja. Dostkrat pozabljamo, da se res da, mislim, moraš včasih narediti neko tako smotano spremembo, tudi z vidika, Evropska unija, Slovenija, kakorkoli, ki niso priljubljene odločitve. Recimo Skandinavci delajo proti sladkorju res ogromno, in se vidijo rezultati, ljudje so pač suhi, zdravi. In tukaj tudi se mi zdi, da politika dostkrat zaspi. In enostavno bo treba neke velike drastične spremembe narediti, ker, tako kot si rekel, tehnologija danes upravlja z nami in težko se je pol iz tega začaranega kroga prestaviti ven, pa ne biti ovca v narekovajih. Neprijetno je. Zelo neprijetno. Malo smo pozabili, da je neprijetnost tista, ki nam omogoča rast. Ja. Ker moramo pač malo več sprejemati v svojem življenju. Kot je prej lepo rekel, pač imamo pozitivo, imamo negativo, oziroma imamo nihanja, oba sta del življenja. Zdaj pa kaj nam je omogočila tehnologija, pa vse to, da smo lahko večkrat v udobju, na kavču, ne rabimo nič preveč kaj delati, pa še zmeraj živimo. Ampak slej ka prej bo telo začel gniti, ker telo pa rab konstanten movement, spremembo in to bo prinesla samo neprijetna situacija, v kateri mora telo rastati. Cela narava je tako naštimana. Zato prej sem se dotaknil politike, sem se glih spomnil na eno raziskavo, ki je, mislim, da bila pa objavljena leta 1970. Gospod Kis je objavil, ne vem, če se mogoče spomniš, je bila študija 7 držav o maščobah. Takrat je bila ful propaganda proti maščobah, nasplošno. In pol so teorije v zadju, zdaj ne vemo, kaj je res, ampak kar nekaj kazalnikov kaže, da je bila ta študija totalno pristranska, ampak od takrat naprej so se potem ta zdravstvena tudi piramida oziroma prehrambena piramida postavila, na podlagi te kao ful strokovne študije. In ta model, ta znanstvenik je v bistvu maščobe čist zasovražil. In ljudje so takrat dejansko začeli govoriti, da so maščobe smrt, da zaradi tega dobiš srčno-žilne bolezni in tako naprej, ker ta študija kazala na to. In od takrat mene moti, recimo osebno to, da se dejansko takrat ta piramida ni zares spremenila. To je stara 50 let, v bistvu več, prehrambena piramida. In je grozno, da ljudje v tej zmoti še vedno živijo. Recimo, danes vemo, da so ogljikovi hidrati veliko bolj nevarni kakor maščobe. Pustimo transmaščobe, kjer so obdelane in tako naprej. To je itak smrt, takih izdelkov nočemo uživati. Ampak nasplošno kot makrohranila sladkorno bolezen in debelost ne povzroča maščobe. Povzročajo pač ogljikovi hidrati, to te redi. In čisto za kontekst, ogljikovi hidrati tudi spadajo pod sladkor, ne? Tako, čisto vsak, to je zelo pomembno dejstvo, čisto vsak ogljikov hidrat se pretvori v sladkor. Zdaj, samo odvisno od glikemičnega indeksa hrane, glikemični indeks hrane pa koliko načeloma na 100 gramov vsebuje, ali pa v procentih, kakorkoli gledamo, vsebuje čistih sladkorjev noter, In zdaj višji, kaj ta glikemični indeks, hitrej se bo poznal na sladkorju, manj je malo dlje se bo sproščal, ampak tudi polnozrnat kruh je definitivno boljša alternativa zdravemu, sploh za zdrave ljudi. Pri diabetikih pa zelo hitro vidimo, da se tudi ta kruh, ki je polnozrnat, se čez čas, čez 2-3 urce ful spet pozna na sladkorju. Pač dejansko vsak ogljikov hidrat, tudi če je zelo zdrav, se bo enkrat pretvoril, sicer počasneje, ampak se bo pretvoril v sladkor. Dejansko je pa to tisto, kar ti tudi daje energijo. Ja. Tako da športniki, recimo plavalci,
paštice ogromno. Ja, Rabijo veliko hidratov, ampak jih tudi porabijo. Točno to, to moramo vedeti, da kle so porabe čist druge. Imaš pa različne vidike, sem tudi testiral vse možne diete in tako naprej, imaš tudi recimo, če si slišal za ketonsko dieto. To sem tudi testiral, čudoviti sladkori, čudovito počutje, ampak ko sem prišel do športa v nekih res visokih intenzivnostih, dokler sem jaz na aerobni fazi držal, so se te maščobe čudovito vklopile v šport. Sem vrhunske treninge delal, bolj sem bil vzdržljiv. Takoj, ko sem začel kakšne šprinte delati, cona 4-5, tam telo rabi glukozo. Tam rabi glukozo in ne moreš tega preslepiti. To je kemija, tako je, pika. Zdaj, odvisno, kaj počneš. Če si ti res bolj sedeč človek, pa nisi toliko aktiven, pa veš mogoče, da celo nimaš časa biti toliko aktiven, je potem boljš, da greš na eno tako dieto z manj ogljikovimi hidrati in pustiš in super funkcionira. Moraš se kle poslušati. Takoj, ko boš začel neke hude pohode, šprinte, ne vem kaj delati, da boš bolj zahteven do svojega telesa, boš mogel začeti vključevati tudi neke ogljikove hidrate. Ampak problem, zdaj, če gledamo čisto splošno sliko, problem današnjega sveta je ta, da vsi nasplošno preveč ogljikovih hidratov pojemo. Pač, ne vem, če pogledamo, kaj je osnovno hranilo, je res tako v 80% ogljikovih hidratov, nekaj maščob, pa kakšna beljakovina zraven pade. To je too much. Kje so šele vlaknine? Tako da, že če bi sam to zavestili, da bi malo ljudem dali vedeti, koliko zares pojejo, da bi se naučili brati, ne vem, labelje zadaj, oziroma kako se reče, etikete na produktih, bi zelo hitro videli, koliko približno česa, katerega makrohranila vnesajo vase, in bi jim bilo jasno, da je ta tehnika veliko bolj na strani ogljikovih hidratov in to dolgoročno ni dobro, sploh če ne porabljaš tega, če nisi nek športnik. Zdaj, midva sva malo bolj športen tip in mogoče malo pristransko gledava na to, ker rabijo te ogljikove hidrate, ampak večina ljudi, roko na srce, če pogledamo, koliko je debelih, ne rabijo. Pa zakaj bi on sploh vnašal? On mora iti tako na svojo maščobo najprej zares pokuriti. Pa količinsko tudi, ne? Količinsko je. To je nekaj tazga, kar je dobro se malo vprašati, pa samo analizo narediti. Koliko dejansko sploh rabiš jesti? Točno to. Zakaj sledimo zajtrk, kosilo, večerja? Različni smo vsi, ne? Da mi povem mogoče, kako na ta del življenja gledaš, kako bi nekomu pomagal ugotoviti, koliko hrane je dovolj za njega. Danes to tehnologijo se da zelo simpel te stvari narediti. Če imaš eno tako športno uro, ki imam jaz recimo na roki, imaš na telefonu aplikacije, kjer vnašaš, kaj si pojedel, teh aplikacij milijon, in če ti svoje telo spremljaš 14 dni z eno uro športno, pa z aplikacijo, ki vnašaš noter hrano, ti je tako jasno. Itak bazalno porabo kalorij, koliko telo v bistvu potrebuje kalorij, za normalno delovanje se da zračunati takole, imaš 3 različne formule, ne? Napišeš na Google in ti že sam dan zračunava. Tako da upošteva se noter, taka malo čudna enačba je, ampak upošteva se teža, starost, višina, tako ena dodajaš aktivnost noter, ampak načeloma je to, ne? In se zelo hitro vidi, koliko ti sploh tvoji notranji organi potrebujejo za delovanje. In to je osnova. In to je zelo nizka cifra, drugačne. Plus to, da že z govorom, premikanjem, razmišljanjem ti kuraš kalorije. Tako. In pol v bistvu, ko pa, če si pa nek športnik, aktiven, potem pa še te aktivne kalorije poskušaš izmeriti. Izmeriš jih pa s temi urami, zelo dobro delajo na podlagi srčnega utripa in potem se šteješ te kalorije in vidiš, koliko je potrebno, da tvoje telo funkcionira. In jaz garantiram, da 80% ljudi bo po enem tednu ali pa po 14 dnevih videl, da vnaša veliko preveč kalorij, kolikor jih pokur. Kako je pa z fastingom, a ti lahko sploh prakticiraš post? Vsak dan, tako nisem, recimo, zdaj sem brez vsega danes prišel sem. Intermittent fasting prakticiram, je vrhunsko, res dobra stvar, ker sladkor takrat vidiš, koliko se umiri. In takrat se umiri tudi tvoj malo pozabim, zdaj sem dejansko pozabil na sladkor in je super. Dobro nam gre. Stres je popustil. Stres je šel. Top. Tako da jaz sem ful zagovornik intermittent fastinga,
spet z, kako se reče, z zvezdico, da če ti zjutraj ne treniraš, če nimaš nekih hudih fizičnih obremenitev, tako kot sva se prej pogovarjala. Jaz, če bom šel zjutraj trening narediti, bom pojedel prej neki. A si probo kdaj, da ne? Tudi. Ampak pri sladkornih bolnikih je ta težava, da takoj, ko boš ti šel iz cone 2, recimo obremenitve, se bo začela glukoza kurt in mi bo sladkor začel padati. Pač tako je. Če imam neko nizko intenzivnost, grem lahko tudi teč, za 1 uro se ne bo nič sladkorjem zgodil. In kle se pokaže v bistvu čist jasno, da telo ves čas oziroma v določenih okoliščinah sploh ne kuri sladkorja in ga sploh ne rabiš. Ne? Ampak to sem rabil jaz ful časa, da sem sploh približno dojel, za kaj se gre v mojem telesu. Ne? Ta intermittent fasting, malo ga urišva, se pravi, to je v bistvu, da ti ješ v razmaku, ne vem kaj, kjer ga delaš 6 ur, torej da 6 ur na dan ješ, ostalo ne. Imaš različne tukaj spet, eni zagovarjajo, da je že dovolj, če tam med 8 in 10 ur ne ješ. Ne. Recimo, jaz tkle sem ful zmeren. Jaz pač povem folku na splošno, kaj to je, pa pogledava njegov lifestyle, pa rečeva, tole boš zdržal, ali pa probi s tem, pa boš videl, kako se počutiš, pa bova mogoče podaljšala. To je res treba personalizirati. Ker, tako kot sem rekel, oni, ki sedijo v pisarni do 3 popoldan, res ne rabijo zajtrka. Mislim, je samo razvada. Pač, ta zajtrk, recimo, to je bil spet eno takih mitov, oziroma tudi na podlagi nekih raziskav zajtrk. To je spet food industrija naredila, da ti rabiš kosmiče zjutraj. To je cukor v žilo. Točno to, ja. Mislim, kaj si, greš na Mount Everest danes ali kaj? Ja. In smo začeli izkoriščati, ne? Mislim, marketing je začel izkoriščati. Ja, tako kot vse stvari, ne. Kar je važno je, da se malo ljudje naučimo zmernosti, ker je toliko vsega, toliko preveč vsega imamo na dosegu roke, da pač, kako gre že v rek, človek, ki v bistvu je za moškega nek stoičenje, moški, ki nima jasnega cilja oziroma poslanstva, bo slej ka prej podlegel v dobju, in to se zdaj dogaja, pač imamo ogromen, pa ne samo moški, imamo ljudi, ki nimajo cilja, ki za nič večjega ne delajo, nič nimajo te življenjske energije, ki bi jih nekam vlekla, istočasno pa samo podjetja daje ven, klemaš neki udobja, klemaš porniče, klemaš droge, klemaš alkohol, nič ne rabiš, sam stanje uma se ti bo zamenjalo to, da ti bo dopaminček šopal, ful dober, narediti pa ne rabiš nič, sam denar moraš imeti, to je to. Denar rabiš, to je pa to. Evo, zdaj si zadev res spet isto terno. To sem jaz tudi mislil celo življenje, da rabiš denar, da boš srečen, uspeh, zato sem hotel doseči ta uspeh, ki ga je moj foter recimo dosegel v kolesarstvu, sem ga jaz hotel v tenisu doseči. In recimo pa sem si en cilj postavil skozi leta, sem kar dolgo vztrajal, v bistvu sem pri 22 pol zares prekinil s to mojo teniško kariero, in sem skozi sledil temu, da bi pač presegel očeta in tako naprej. Potem sem se počasi že malo sprijaznil mogoče s tem, ampak sem si dal pa en drug cilj, da bi postal v bistvu edini diabetik na svetovni teniški lestvici. Temu takrat ni uspel še nobenemu. To govori o ATP. ATP lestvici, In sem rekel, ko mi bo pa to uspel, bom pa zadovoljen, pa bom srečen, pa bom dosegel svoje. In mi je to ratalo, kaj misliš, da je bilo pol? Pri kolikih letih? 21. Ja, očitno si pol nehal. Pa nisem nehal iz tega razloga. Jaz bi mogel takrat zaradi motivacije nadaljevati. Sem nadaljeval. Nadaljeval sem tako ekstremno, da sem treniral po 6, 7, 8 ur na dan, če je bilo treba. In sem bil v enem obdobju, ko sem študiral, treniral toliko na dan, div sem takrat začel, končal se, ne vem točen. Punco sem imel neki, veliko sem potoval zaradi tenisa, nekaj tak šport. In kaj se mi je zgodil? Pelem se na en izpit po avtocesti in se mi nadvoz takole na glavo obrne. In jaz, sploh ne vem, kako sem ustavil varno, ker sem mislil, da se bom zabil vse možne ograje tam. Ustavim in se mi takole moše kar, oziroma pol je bila že cesta, se mi takole maje. In od takrat naprej se mi je pol leta slika, ne tako ekstremno, če dalje manj, ampak se mi je, kot da bi bil na čovnu. Takole. Fuck. In kaj skozi, neprestano? Neprestano, jaz sem dal vse raziskave, čez 2 meseca sem hodil po bolnicah. Pripravljal sem se pa v bistvu na eno pomembno zame takrat tekmovanje, bila neka študentska univerzijada, to so
študentske olimpijske igre, tako naredijo olimpijsko vas, bilo je takrat v Rusiji, nekje v Kazanu. In to je meni ful pomenil takrat. Ne? To je res masiv dogodek, 22,000 športnikov v tej vasi olimpijski, v nekaterih disciplinah pride olimpijski prvaki, tako huge dogodek. Ne? In meni je to veliko pomenil takrat, sem se hotel dokazati, preteral, spet se nisem poslušal, preteral svoje telo in mi je dalo zelo jasen znak, da nekaj ni cool. Vse raziskave, če je nič pokazal, BP, vse. Na koncu smo prišli do tega, da sem pač burnout doživel, da sem se preforsiral, fizično in psihično. In takrat sem pa rekel, to tekmovanje bom sicer dal še čez, sem šel tja, se mi je na igrišču isto zgodilo, so me v bolnico celo odpeljali tam v Rusiji. Slaba izkušnja in potem sem se pa počasi začel zavedati, da je to. No. Da to tle je bila pa meja. No. Pač tenis ni simpel šport, no. Mislim, tako vsej, ko gledaš mogoče po televiziji, pač udarjanje une žogce česa. Ampak to je izjemen fizičen napor za telo, ki ne traja malo časa. Ne. Ja. To je kombinacija eksplozivnih gibov, kondicije, moči in za diabetika. Mislim, ne moram verjeti, kako si lahko tak šport zbral, kjer dejansko ne igra neki v prid tebi. Ne. Ja, to je bila velika napaka. Ne. Ampak sej, ko otrok nekaj izbere, ko se v neki zalup, je to. No, pa tudi, če si bil na ATP lestvici, ne. Ja, jaz sem imel čist druge cilje, veš, jaz sem imel res nerealne cilje. Ne. Ja. Tako, kot sem rekel, jaz kot otrok so me drugi primerjali z očetom, ki je bil na olimpijskih igrah in, ne vem, top v tistem času, 10 na svetu, je to res neki preveč za enega otroka, ne. Sploh pol za unga, ki dobi sladkorno. Ne. Jaz sem še dolg časa pa presež hotel nekaj tazga, ampak ni bilo realno. Tako da pol sem dojel, da v bistvu, tako kot si rekel, že to, da sem dosegel s to boleznijo, da sem svoje telo malo na silo porinil do te točke, da sem se uvrstil na to lestvico, da je bilo nekaj vredno, no. Da sem lahko ponosen na se. Ja, itak. A si? Zdaj sem, takrat nisem bil, takrat sem še vedno hlastov, nisem čutil, da sem, umiril sem svoje telo, vedel sem, da ne bom v tenisu mogel pač uspeti, nekako dokazati se, da ne bom v tej senci bil. In pol sem itak začel, ker sva si prej tudi v kešu, oziroma ker si omenil keš, sem se spomnil na to zgodbo, sem začel pol razmišljati pismo, pa boš pa, ne vem, dober kakšen biznismen, oziroma še prej bila tako zgodba, tako je bila zgodba. Kar naenkrat sem imel ful preveč časa. Prej si treniral, tako kot sem rekel, 6 ur na dan in pol se, ko končaš to kariero, kva pa zdaj? Tako malo depresije je bilo, ne. Ja. In odprl sem YouTube kanal in Facebook profil. Prepričan sem, da sem bil takrat, nisem nobenega zasledil, ampak v bistvu naredil kanal s pranke smo delali v Sloveniji. To sem pa vse zbrisal, ker je bilo grozen, ampak sem rekel, na tak način bi neko slavo imel, veš, mogoče bo ljudje se smejali. To je Jackass varianta, kaj te inspirira? Ne vem, Ashton Kutcher, ki je imel tisti Punk'd, Impractical Jokers so bili, pa ne vem kva. In smo naredili ene par res dobrih, ne vem, med volitvami prejšnjimi, kaj Trump zmagoval, smo naredili, to je bilo 9 let nazaj zdaj, smo naredili, kot da je fake Melania v Sevnico prišla na otvoritev ene vaške ceste. In smo tako neke črne terence najeli, varnostniki so bili. Tako, nategnili smo dejansko folk, da je bilo po 24 ur zvečer, da so rekli, potencialno je bila Melania v Sevnici. In pa so tako sicer na koncu dojeli, ne, je bil joke, ampak tako, nategnili smo pa v Slovenijo v bistvu. Dej mi še kaj što povej, kva ste še? Oziroma prva je bila bolj stava, na katero pač nisem tudi najbolj ponosen, ampak prigoda za vnuke. V Planici sem preskočil ograjo, ki je prej odskočil pač v dolino in jaz preskočil in ga tako na lice kušnem. In to je za ta šport čist nepredstavljivo, takrat je bilo to bizarno, RTV je snemal, fotke so bile posod, kdo je ta fant, ki je poljubil prevca, veš, in te fotke so bile posod. To je bilo, takrat sem se v bistvu kakaj malo na zemljevid postavil. Ampak sem že čutil, veš, da mogoče ni
sej ful pozornosti sem dobil, ampak na drugi strani je bilo pa ful hejta tudi. Ker tle se vedno deli folk. Ja, itak, eni to ja. obožujejo, kjer zdaj bend, ful dobra fora, drug pa prav, kjer debil. Dolg čas moj življenje, veš, 5 delat neki, ne. In jaz nisem tip, jaz to zdaj dojemam počas, ko odraščam, da imam ful rad mer, da res se nočem ven metat, ne, zares. Ampak takrat, ko si enkrat zunaj, te pač raztegne na oba pola, ne. In eno od pol, ki sem pa čisto zaključil, recimo, je bila pa zadnja od takih večjih, no, se vmes so bile marsikatera neumnost, je bila pa ta, da sem kandidiral za predsednika Slovenije. Iz joka. Iz joka. Na koncu smo bili tako, in jaz sem imel ekipo, tako, kao sem se šel resno kampanjo, ne. Pojavljal se na dogodkih, kresovanja so bila takrat, folk me je kar malo vabil, in potem sem dojel, sem pa resen program spisal, tako, imel sem enega prijatelja, ki mi je pomagal oblikovati ta program, in je tako legit deloval, tako folk ni vedel točno, se zabava ta model, ali resno on to misli, ne. In je bilo spet tako, da sem bil zelo blizu tist 5000 podpisov kot neodvisen kandidat, da lahko uradno nastopiš na soočenjih, na televiziji in ti pač predstaviš ljudem, ne. In sem bil, ne vem, na koncu skoraj 4000 podpisov zbral, dok je blizu. In ja, je bila spet ena taka zanimiva zgodba, veš, takrat je Pahor kandidiral in tako. In je bilo par ful dobrih for, ampak sem spet čutil, da je bilo ful negativizma, veš, spet v tej smeri. Enim zanimiv, ampak me je malo trgal in pa sem jaz to počas ugasnil, sem rekel, ni to, tle na tak način ne bom srečen rado. Čeprav sem imel ful pozornosti v tistem trenutku, sem vse zbrisal, sem rekel, ni to, zgleda ni ta sreča, ki jo nekateri si predstavljajo, če si izpostavljen in tako naprej, ne. A so te kdaj zaradi teh prankov areterali? V Planici so me varnostniki odpeljali do policije, ne, oni te morajo tam popisati, in tako naprej, in ful dobro izkušnjo sem, tako me pogleda to ne dva policaja, pa ti si ta, pa jaz tako, ja, jaz sem ta, pizda, dober si bil, in so me sam popisali, brez kazni, vprašali so, če sem se kaj operal, če sem hotel kaj videti, so oni rekli, ne, je bil čist normalen, smejal se je. Sem rekel, v redu si ni, so me popisali brez kazni in sem šel. To mi všeč. Ja, po drugi strani bi pa tudi mogoče biti kaznovan, veš, ker zdaj, če pogledam za nazaj, pismo ne more si to vsak, mislim, kaj bo to vsak skakal pa tam noter, veš, je tako. Ja, res je, ja. Čez mejo, ne, po eni strani. Res je. Ja, ampak, mogoče res, kaj imaš ti tudi te ekstremistične, a nekaj ne vem, do Cristiano Ronaldo ta laufajo, pa unke je bil, kva je bil unke je pranku, nek Rus ali... Vitali, ja. Nekaj je una ženska... skočila, ne. Ja, in kakšno medijsko pozornost je to takrat dobila, ne. In dejansko rata zaradi tega pol zanimiv. Ja. Pa so pa začeli rezati, tako da so v bistvu, ko se je to zgodilo, niso kamere smele tega snemati. Točen, niso smeli prenašati. Ker so dojeli, ne, da se to dogaja. So dojeli, da delajo samo zaradi pozornosti in pol se je malo umirilo, kako no. Pa tudi sankcije verjetno so. Znajo biti kar hude. Ampak ti nisi dobil kazni, recimo. Ne. Jaz sem se sprijaznil takrat, še s prijatelji smo rekli, da bomo skupaj zbrali, če bo okej, ne. Ja. Ni bilo nič, no, tako. Je pa res, da sem res pač takoj rekel, lej, to sem naredil, zajebil sem, priznam krivdo in vse, kaj sam, a veš. Ja. Res niso bili neki zlobni, negativni nameni, vem, da tisto sezono je imel Peter ful slabo pač sezono, saj ti zadnji del, in tudi ni bil zdaj kle, samo da se bi jaz izpostavil, ampak bila je tudi fora, da pokažem neko podporo športnikom, ki jim tudi ne gre, ne. Da ga imamo še vedno radi in tako, ne. Na ta način. Ni bilo zdaj to res totalna, imela je nek kontekst v ozadju, no. Tako da, ja, to so bila taka pobalinska pol. Malo zamudo je prišlo, veš, ponovati je to v puberteti, ampak jaz sem takrat bil športnik, nisem imel časa za take neumnosti. Ja. Se pravi, ti si kaj, 91? Sem 93. Ja. Okay. Ti pa? Jaz sem pa ena. Ti si pa ena. Jaz sem ista generacija, no se to je skorista. Ja. Kaj pa pol po te, se pravi, tvoji teniški karieri, nekako osvojiš ta priješ na lestvico ATP, una nesreča, kam te pol začne vleči?
Začel me je vleči, tako kot sem rekel, iskal sem se v tistem trenutku. Najprej je bila ta malo bolj pobalinska stran, pa sem to zaključil, sem rekel, ta pozornost ni tak, me bo naredila srečnega. Čeprav sem si predstavljal, da če imaš pozornost, si najbrž vesel človek, pa sreča, ne. Pa sem rekel, pa denar najbrž, tako kot si ti prej omenil, pa bo pa denar to, ne. Saj drugega pa ni več na tem svetu, se to ti da pa res power, moč, vpliv, pač lahko počneš karkoli želiš, ne. In sem kar nekaj časa res haslo, par let, no, tako vse sem počel, vse sem vzel, kar je bilo možno. Tle sem šel spet pač čez mejo, ampak imel sem nek cilj, ko ga bom dosegel, bom srečen in potem se bo življenje pač postalo. Čeprav nisem imel pojma, kam se bo postalo. Sej, zdaj vidim, ne, takrat sem mislil. In pa je res prišel en trenutek, ko sem najdel eno nišo in sem res tudi zelo dobro zaslužil. Tako zaslužil, ker si nisem pač niti predstavljal v sanjah. In se je bilo luštno, prve 3, 4, 5 mesecev. Pa sem pa videl, da sem se tudi zredil, malo več se zapustiš, pa sem se takrat prvič vprašal pismo, a je to ta sreča, saj sem potval, pa je bilo to. Sem rekel, pa se ni nič drugač, zares, v bistvu sem slabš, ne. In sem rekel, se niso bili zdaj to zneski, neki milijoni, ne govorim tem, ampak je bilo mnogo več, kot sem si v tistih letih, pri 25 lahko predstavljal, ne. Preveč, mislim, denarja toliko, da sem lahko počel svobodno, kar sem hotel, ne, načeloma. Imel svoj čas, nobenemu nisem odgovarjal. Sem rekel, dosegel sem to, pa spet nič, kaj je fora, nisem vesel, nisem srečen, ne. In pol sem pa mogel malo res vse pustiti, pa res temeljito razmisliti, sem se vrgel pač tudi tako malo v meditacijo in vse te stvari. Da sem ful razmišljal in zdaj vidim, da pač življenje je tako, še vedno nisem, da je razsvetljen ali pa neki, ne. Ampak sem pa ena taka čudna, različna področja ali pa obdobja v življenju dal čez, da sem z vsakega saj nekaj malega mu potegnil, ne. Imel sem priložnost, da sem doživel neke šoke po eni strani, ne, neke zelo negativne stvari, po drugi strani pa tudi neke pozitivne, ali pa saj mislil sem, da so pozitivni in sem na koncu ugotovil, da pač nekega končnega cilja sploh ni, ne obstaja, ne. Oziroma v tem trenutku vidim cilj, to, kar ti že dostikrat poudarjaš in pač se mogoče klišejsko sliši, ampak pot, pač adventure skozi življenje, da res počneš tisto, kar ti paše, da rečeš dostikrat tudi ne. Jaz sem vedno vsemu rekel ja. In to sem videl pri sami sladkorni bolezni, če se navežem na to bolezen, da ne moreš reči vsemu ja, ne vsaki sladici, ki te na koncu večerje počaka, ne vsakmu povabilu, ne vem, na pivo, ne vsakmu povabilu tudi na kakšen šport, če veš, da si že čez mejo. Pač da znaš reči ne. In se mi zdi, da zaradi teh izkušenj, ki sem jih pač imel v življenju, lahko zdaj tudi v narekovajih pametujem ljudem ali pa pomagam na tak način. Saj s kakšnimi temi nasveti, ki sem jih občutil na lastni koži in jih še danes zaradi te bolezni nekako občutam, ne. Ja. Pa tekom tega procesa si tudi v Guinnessovi knjigi pristal, kakor jaz vem. Tako, v bistvu je bil že ta dosežek pri tenisu neuradno ni potrjen z Guinnessa, zdaj ta dogodek drugi, ki sem ga pa v bistvu letošnjem letu poleti izvedel, ker sem pa omenil, da sem v bistvu štartal svojo drugo športno kariero, sem se pa vrgel v bistvu na pot enega ultra vzdržljivostnega športnika in zdaj res živim to življenje, me ne obremenjuje, ne tekmujem z nobenim, tekmujem sabo in zdaj čutim, da je mogoče en tak res druga šansa. Pa ne šansa, kot da bi si spet nek pressure delal, ampak samo da si delam live skozi neke dogodivščine, tako amazing na tak način. In kar bo zraven prišlo, bom ful vesel, če bo, če ne bo, pač ne bo, ampak jaz vem, da me v tem trenutku to ful veseli. Dober sem v tem, glih prav trmast, glih prav imam znanja, da mogoče dosežem kakšno stvar in da sem vzor, no. Tako da v bistvu, ja, letos je bil en tak zelo zanimiv projekt. Prijavil sem se na najdaljšo ultravzdržljivostno kolesarsko preizkušnjo v Evropi. Na koncu je bilo uradno je bilo 4200 km, na koncu je bilo 4400, še se malo podaljšali. In traja iz Italije,
To je v bistvu dirka. Jaz sem se prijavil kot zunanji. S kolesom. S kolesom, tako. Ja, okay. S kolesom. Časovni limit je določen, če hočeš uradno dokončati, moraš v 22 opraviti to preizkušnjo. Ampak čar te dirke je, da je samooskrbna. Torej, ti ne smeš imeti nobenega nikjer, da ti pomaga. Imaš organizator ti da traso na kolesarski računalnik in zdaj se znajti. Za spanje moraš sam najti, hrano, pijačo, v divjini si, zdaj se pa znajti, ne. In to je za sladkornega bolnika, pa že za zdravega človeka je to kar challenge, ne. Vse kot reči, ja. Zdaj, in to je mene gnala, veš, da dokažem ljudem, da se da, tudi če imaš tako bolezen, niti kar nekam, ker ne poznaš 5 kilometrov ceste naprej. In ja, jaz sem imel zdravila na sebi, jaz sem imel 20 kilogramov opreme na kolesu, dodatne zdravila, inzulin, ni da ni, pač vse, kar človek rab, da preživi, ne, sploh diabetik. In ja, na koncu mi je v bistvu ratal v 20 dneh, pa ne vem, 17 urah ali 18 urah, tako da sem tudi dan pa pol pred tem limitom prišel, in mi je ratal predvsem pretegniti, ne samo kot ta dosežek, ampak tukaj sem v bistvu zdaj neuradno upisan, uradnega potrdila še nisem dobil, ker je ful dolg postopek, pol leta skoraj traja. Ampak ja, tukaj so me prijatelji seznanili s tem, da imam kriterije, da v bistvu vse pašem v Guinnessovo knjigo. In zdaj so mi prvič odgovorili, da vsi kriteriji so potrjeni, da zdaj moraš še čez neko komisijo sicer iti neuradno, mislim uradno, ampak da načeloma je to, tako da čakam ta štempelj. Hodo, stari. Ampak bolj mi je bilo všeč to, kako sem pretegnil množico ljudi, ki so to dnevno spremljali. Jaz sem imel enega prijaznega fanta, tako kot imaš ti kle. Amadeja. Tako, ja. Ki mi je urejal video vsak dan, jaz sem se sam, tako dnevne vloge sem delal, samo zvečer poslal in on je to pol vse objavil in uredil. Tako da je folk dejansko uživo spremljal celo dirko, kaj se je z mano dogajalo, ne. In sem povedal une negativne in une pozitivne plati in je bilo tako res ena lepa skupnost se oblikovala okrog tega, no. In mi je dal ful ene pozitivne energije. Če ne bi dobival te energije, teh brezveznih lajkov ali kakorkoli, ali da pisem sporočil med samo dirko, sem imel ene 3 res hude krizne trenutke, ker sem zbolel, vročino imel, otečene komolce, hemoroide sem dobil notranje, nisem se mogel sesti na kolo, tako res bil čist na meji, da pač vržem kolo v graben, vzamem avtobus pa letalsko karto pa grem domov. Ja, pa dej se nama ne mudi, dej pelme čez teh 22 dni, stari, zakaj ne? Pa mi mogoče povej, mogoče tudi zase nared malo samo refleksije zdajle, pa pejva dan po dan oziroma tako sekcijo po sekcijo, ki se ti zdi pomembna, pa mogoče malo analiziri za nazaj z mano. Ja, lahko. Ok. Začel si tako. Lahko eno anekdoto povem, ker sem se na začetku... si dam to malo... Aha, aj v redu. Voda si. Izvoli. Začel si tako, da ker sem jaz hotel sam narediti nek dogodek, pa pač iti nekam amazing, pač neko tako preizkušnjo si zadati. Pa sem googlal in sem vedel, se obstaja organizirana dirka. Zakaj se ne bi ti prijavil in pač šel na to. In pol pišem organizatorju, jaz sem diabetik, bi me, ne vem, lahko saj nekje nekdo tako na pol poti ali pa nekje počakal, da mi da kakšna zdravila, da če je karkoli. In tako italijani organizatorji, no, on meni tako v enem stavku nazaj piše, pol se pa ne prijav. Tako ono. Kjer kralj, stari? To mi deli. In jaz no go, stari, ni šans. Zdaj pa, če treba, bom sfejkal kakšne dokumente, če bo treba, sam da se prijavim na to dirko in da pridem do konca. In ja, nisem dobil še več motivacije, sem šel, 354 nas je bilo na štartu, iz celega sveta so tako prišli res Amerika, Avstralija, Indijci, gor dol. In jaz si tak edini diabetik, sploh v zgodovini, ki se je na to prijavil, ne, ker zakaj bi kdo šel v kakšno tako neumnost, ki ni najbolj zdrava. In potem prvi dan mene je ta moja draga pelala, Erika,
kaj tako brez nje tudi, že priprave, sem se pol leta res trdo pripravljal na to dirko. Mnogi so mi rekli, to je ful premalo časa, ti ne moreš v pol leta, ker jaz prej sem kolesaril za hobi enkrat na mesec, mogoče veš tako, res ne za res. Ti ne boš to, drugo leto se prijav, ne, ne, pač jaz bom to zdaj naredil, pa lej, karkoli bo, pa če bom odnehal, bom podnehal, šel bom, briga me, ne. Vse to, ja. In ja, ke vidiš na štartu tam one napaljene, ki so res izkušeni, veš, kdo se starejši malo prijavljajo, si te ultra vzdržljivostni športi so ponovadi taki, ki so mrskej že dal čez. 40 plus, tam 40 do 60 nek. To so res modeli pripravljeni, bivši specialci, vojaki, triatlonci, neki, ki so res bili top 100, tako hardcore modeli. Jaz tam pridem, niti nisem vedel, imam sploh pravo upremo, veš, mislim, sej se pozanimaš prej, sam. Oni imajo res toliko izkušenj, da imajo zračunan vsak šrauf. In me je že on prvi dan se zdaj kot tako mal gledal, opa, tole bo opasno, to bo huda, ne. Ampak pol na štartu prvi dan je bilo ful kaotično, ker se zapodi teh 350 modelov, tudi ženske so bile nekatere, no. Kaj ti je Erika rekla, preden si štartal? A se spomniš? Mi dva si veliko poveva že tako, brez kakšne besedne govorice. No. Okay. Sva se čutila, pa itak je ta proces toliko časa trajal. Tudi dvakrat sem šel vmes na priprave, enkrat v Francijo, enkrat v Italijo, sem jo v sabo vzel, da je malo videla, ne. Sem treniral po 5-6 ur na dan, recimo na kolesu. Da sva začutila, da to ni joke, da bo pač treba, ker če hočeš ti v časovnem limitu v teh 22 dneh premagati to dirko, si mogel narediti na dan vsaj minimalno 200 km oziroma 195 tam neki. To je bil minimum, da ti prideš, ne. Lahko kakšen dan več narediš, kakšen dan manj, ampak to je neko povprečje, ne. Tako da to ni toliko malo, ne. Ti sej prvi dan gre, drugi dan bi šlo, tretji dan bi stisnil, ne, bi še malo. Ampak to je, če pogledaš neto z neko povprečno hitrostjo, rečemo 27-28 na uro, no evo, je to 9 ur več. Jaz sem imel povprečno na kolesu, mislim, da 8 ur pa pol povprečno neto, da se pedala vrtijo. Kaj šele, da sem jaz se ustavil, pa malo stretchinga naredil, pa pojedel sendvič, pa šel na kosilo enkrat na dan. Pač jaz sem zjutraj ob 7 vstal, ob 8:38 štartu, vmes enkrat na kosilo vstavil in potem zvečer prišel spet do hotela ali pa do nekega Airbnb-a ob 8 zvečer. In to je bil moj vsak dan 21 dni. Čist vsak dan. Nič drugega. Torej, težko je, tako kot sem rekel, prve 2-3 dni ti to stisneš, ni problem. A pa, ko ti dojameš, da bo to tako še 20 dni, in to sem jaz točno po prvem dnevu, ker smo tam v Italiji štartali, sem se vrhunsko počutil. Jaz sem bil prišel, v bistvu imel sem cilj, to sem si prej zadal, da bom v Innsbrucku, v Avstriji prespal. Tam sem imel rezerviran in sem se ful dobro počutil. Jaz sem prišel tam, ne vem, top 30, top 20 od teh. Tako res sem bil spredi in sem rekel, sem ful dobro pripravljen. A pa sem dojel, da te modeli po 2 dni ne spijo, ne. Oni res ekstremisti, ki so res hudi, ne. A sam gre? Sam gre. On spi tako, ima to spalno vrečo, si vrže ob cesto oziroma nekam za grmovje, za 2-3 urce zaspi, pa gre naprej direkt. To so res, ampak to so hardcore, recimo, Jure Robič, recimo, pokojni, no, žal, če poznaš tudi njegovo zgodbo, ne. Tako da, eni so bili norci, no. Ampak jaz sem rekel, ne, lej, ti se ne poznaš toliko dobro spet, ker to je, greš v en tak ekstrem, ki ne veš, kaj se ti bo zares zgodilo. Toliko traja ta dirka, toliko časa, lahko se ti kakšna mehanska okvara naredi, lahko te zbije tovornjak, a veš, to je bilo par situacij, lahko pol pride do tega, da sem pač videl že svojo glavo v gumi od tovornjaka, da pač je to, ne. Tako da poskušal sem dojeti, da rabim počitek, da malo se prisiliti in na silo kdaj pač res odspati dlje, kakor sem mislil, da je potrebno. Tako da tudi ta psihološki vidik je bil ful zahteven. Tako, ja. In pol naprej od tega, ker si se prvič zbudil, se pravi drug dan, kakšen je bil feeling? Sem rekel, jaz to ne morem, 22, ni šans. Ja.
vedel sem, da sem prvi dan zelo prehitro šel, glede na to, da sem bil med unimi 20 v Avstriji, sem vedel, da je bilo to too much prejšnji dan. Sem rekel, z tega ne bom zdržal, moram umiriti. Čeprav nisem znal umiriti, zato ker sem treniral čist drug tip kolesarjenja, ker nisem imel spet toliko časa, da bi jaz po, ne vem, tudi 8 ur na dan, kdaj z easy tempom vozil, sem bolj krajše treninge delal, pa bolj eksplozivne. In to je bila napaka, recimo, ker moje telo je bilo pol navajeno zelo eksplozivno pa hitro voziti. In to ni bilo za dolgoročno. Ne. Tako da pol sem se na silo bremzal, čeprav ni šlo, in sem šele čist na koncu te derke zadnjih 3 dni zares dojel, model, ti si pretiraval, ful. Dej, čist drugač bi mogel pristopiti, ker pa bi verjetno tudi manj spanca rabil mogoče, veš. Jaz sem vsako noč 8 ur pol spal, ker sem bil mrtev. In ja, tako se je začel pol tam iz Italije, Avstrija, tam smo dali tiste Alpe, čez je bilo najbolj strmo. Se pravim, zelo dobro sem se počutil. Kje ste šli čez? Se pravi, ti si šel v Innsbruck? Trento je se štart bil, tako, ja. Okay. Pa na Innsbruck, pa takoj prelaz v Nemčijo, tisti alpski del Nemčije. Ja. Pa sem pa jaz imel v glavi, veš se Nemčija, najbrž tako ravnina, pa to ne, kje nategnil sem se. To je bilo skozi gor dol. Zelo lepo, lepa pokrajina, vse, ampak skozi gor dol. Pa, ker sem počasi prehajal tam proti Berlinu, tam sem pa prvič zajokal, tam sem pa rekel, fuck, ti model si kar dalec s kolesom. Ker recimo Trento, štart je bil v bistvu v isti ravnini, tako geografski, kot Ljubljana. Tako da bi bilo čisto 100 kilometrov z Ljubljane štartnem ali pa iz tam. In jaz se spomnim, kot otrok sem s fotrom hodil, ki je imel reprezentanco čez kolesarsko, te najmlajše. Smo mi na eno, kot neko evropsko prvenstvo, vsako leto tradicionalno s kombijem hodili v Berlin. In jaz imam to, veš, v spominu. Mi smo se 12 ur z avtom vozili do Berlina, to je daleč, ne. Ja. In sem prvič zares dojel, da nekaj sem naredil, tudi če zdaj odstopim, tudi če ne bo mogel več, si prišel kar daleč in v lepem času, ne. Tako da imam eno res tako lepo sliko, ker sem se tam z brandenburškimi vrati slikal, tako sončen zahod nad onimi vrati, solzne oči so bile, tako res en tak lep trenutek in spomin. Tako da tukaj je bil drugi checkpoint, ja, imel sem 4 checkpointe, kjer sem mogel štempilko dobiti, in tak organizator prek aplikacije spremlja, tako da točen ve, vsako sekundo, kje si, ampak še uradno za gušt si dobil pa še štempilko. Prva je bil München, tam sem zelo hitro preletel tisti München, že v drugem dnevu, pa je bil Berlin, pa smo pičili naprej. Sem pa tudi spoznal enega gospoda, kar hiter, enega Nemca, ki sva imela zelo podoben ritem in sva rekla, da je mogoče bi pa malo skupaj kolesarila, da nama ne bo dolg čas, pa tudi videla sva pol nekaj. Veter, ja. Tako, tudi to malo, čeprav organizator uradno, pol smo vedeli, da je dovoljeno, ampak uradno kao napovedoval, da to ni dovoljeno, da se voziš, ampak smo videla 3-4 ljudi skupaj, tako da so vsi to delali, ne. In pa smo zvedeli, sem jaz tudi organizatorju pisal, da načeloma ni toliko rigidno, da se to lahko dela, sploh če ste prijatelji, pa tako ni problema, ne, ker eni so tudi mož pa žena, recimo, sta šla na tako pot, ja. Sicer sem glih v Berlinu jih srečal in sta oba odstopila v Berlinu, sta rekla, da so sklepi otekali, sta rekla pač lepa izkušnja, ampak bomo drugo leto mogoče malo bolj. Top. Tako da, tukaj sem enega zanimivega gospoda, bivšega isto ultramaratonskega tekača, ki je imel 20 let rekord na 200 kilometrov. Torej, crazy model. Tek. Tekač, norc v tistih zlatih cajtih, ampak je imel še eno tako, ko bi rekel, željo, da ta dogodek, ki je videl v enem časopisu, je rekel že 15 let nazaj, da to obstaja, taka stvar, da on bi to dokončal, da to je pa res, hoče pač dokazati, da lahko tudi kaj malo starejši to dokonča. In se mi je ful dopadel tip in pa sva tudi malo skupaj kolesarila. Pa se je zgodila ena smešna stvar, da njemu neka mehanska okvara se zgodila in sem pa trajekt lovil. Torej, mi sem imel na poti 2 trajekta. En je šel iz Nemčije do Danske, ta je bil 2 uri dolg, pa iz Danske na Švedsko je pa en krajši. In jaz sem pa imel karto kupljeno, pa na drugi strani so me na Danskem ena slovenska družina me čakala, ker se mi je javila na Facebook,
če greš mim, se vstav pri nas, te bomo gostili, tako ful lepa gesta. Hudo. Ful lepa gesta. In sem rekel, nočem jih zajebati, ker že tako bo ta trajekt prišel v polnoči, naslednje ob polnoči bi ob 2 zjutraj prišel, nočem jih buditi, veš, tako malo sem hotel pač pokazati spoštovanje. Ne. Bravo. Ampak v tistem trenutku sem pol videl, da je organizator pelil traso čez neke kocke, ampak tako res brutalne kocke, makedam, ne vem kaj vse. In sem rekel, mu je dol pač neka ketna padla, imel je rekel, daj pejti naprej, ti moraš ujeti to slovensko družino, se mogoče jutro ujameva. Ti sam pejti. Jaz sem šel in v bistvu res sem lovil, mislim, da s povprečno hitrostjo voziti na 31 na uro, da bi ujel ta trajekt, 2 ali 3 ure, tako, še sem imel. In tam sem naredil prvo hudo napako, da sem se totalno preforsiral. Ja, itak. Res, brez veze, mogel bi poklicati na slovensko familijo, reči, se upravičujem, a lahko pridem kasneje, ker ne bo šlo drugačne. Ampak ne, jaz sem bil trma, sem hotel ujeti ta trajekt in na koncu sem ga ujel glih za glih. A ujel si ga? Ujel sem ga. Ja, pizda, pa je bilo dobro. In sem drugič joko pa spet. Pa, kako mi je to ratal, to ne bom pozabil tega trenutka. Ne. Kako si se počutil ta prvič, ki si jokal? Vem, da zdaj le malo nazaj skočil, ampak to sem ti hotel ta pravi čas za to vprašanje. Dej probi se spomniti, zakaj si zares jokal. Nisem verjel vase. Nisem verjel, da bom tako relativno enostaven način prišel do te druge časovne postaje. Nisem zares verjel. No. Slepil sem se, vsem sem rekel, bom dokončal, veš, tako glumiš. Ne. Ja. Ampak zares globoko je bil pa mečken dvom. In ta dvom te, polke, ki ga premagaš, je amazing. Je amazing občutek. Jaz sem bil res ponosen, ponosen na se. Se pravi, bilo v bistvu prišel ven nekak nepričakovanje nečesa res lepega, kar pol dosežeš. Ja, definitivno. Pa tudi zaprl sem usta vsem, ki so mi rekli, da ne boš. Ne boš prišel. In mi je, evo vam, in sem slikce objavil in res dober občutek. No. Sploh, ki družino pokličeš, ali pa recimo Eriko, ki sem poklical iz lokacije direkta, veš, ki se vidi tu, no, ki si vzameš eno minutko, da sporočiš, da si na varnem, da je vse ok. Tudi njim kamen pade, veš, od srca. Tako da... Kaj pa drugič? A si hotel še kaj dodati, oprosti? Ne, kle se navezuje v bistvu tudi na to drugo, ne, kle zares, ko zajokaš, dojameš, kako bo to ena čustvena pot, ne samo fizična, ampak tudi mentalna, koliko je res v glavi. Da gre vse z roko v roki, bolj si fizično pripravljen v življenju nasplošno, ne, bolj si fit, bolj bojo možgani funkcionirali, lažje boš telo, boljše bo telo se počutilo. In kle sem tako, veš, težko se opiše take trenutke, ki jih res samo doživiš in je tako mini razsvetljenstvo na nekem področju, ne. In se jih res težko opiše, zelo bedno, ker ne moreš tega kot ubesediti pa povedati, ampak tako je bilo, tako se ti odpre en mini level v glavi dodaten in si takoj na eni stopnički višje. Pride prostor za čustva, ko hrček malo neha delati, ne? In kle, ki ti dejansko telo daješ pod tak napor dalj in dalj časa, ti misli verjetno počas zginjajo. Ne? Ja. Mislim, so nekakih čutiš, ampak še zmeri, pa priješ, pa se ustaviš, pa začutiš uno telo, pa si oddahneš, pa sam čutiš, kako se ti začne nabirati in solze so en tak lep čistilca. Ne? Točno to. In to se je čutil tudi recimo potem, ko sem na Švedsko prišel in tam so bile une neskončno dolge, ravne ceste, sicer malo tako gor dol, ampak ti si videl, ne vem, 5 kilometrov tako naprej, ravnine, nič levo, desno, veš. In tam sem prvič doživel to, kaj tudi Jure Robič opisoval v svoji knjigi. Ne, če si bral, ti jo priporočam. Ful zanimivo, kako tako opisuje te procese v možganih, kaj se odvija od halucinacij do nezavedne meditacije in tako naprej. In takrat sem rekel,
Jure, ker moj oče bil pa zelo, zelo dober prijatelj tudi z Juretom Robičem, ne, in sta se res spoštovala noro in se sprav spomnim trenutka, no, ko je tudi oči doma povedal, da je pač Jure umrl in je bilo to tako res ena taka slaba zgodba in sem mogoče malo imel tudi njega v mislih, ker sem šel na to pot, kot malo v spomin mogoče tudi njemu. In sem se spomnil, predvsem v tem trenutku, ko sem jaz imel glavo dol, vedel sem, da je ravna cesta, da rabim samo na črto na desni gledati. In ti tako v bistvu, ne vem, jaz sem imel tudi nahrbtnik z vodo in sem lahko 4 ure v kosu vozil, brez da bi se ustavil. In jaz gledam tako dol gumo in v črto in sem se šele začel, jaz sem imel sem odprte oči, ampak sem zaspal na kolesu. Zaspal, jaz nisem točno vedel. In pol se zbudim šele, ko tovornjak švigne mimo tebe in tako, wow, čakaj malo, ti si na kolesu. In sem rekel, to je to, kar je Jure Robič govoril v knjigi. To je ta meditacija, ki te odpele, da ti v bistvu spiš na kolesu in si čisto v drugem svetu. In nisem vedel, da je to dobro. Po eni strani sem imel občutek, da počivam, po drugi strani sem imel pa občutek, da je to zelo nevarno. Veš, zelo hitro, kakšna žival na cesto skoč, kakšen tovornjak malo preblizu pride, takrat moraš pa ti res stisniti balanco, da te ta veter ne potegne pod tovornjak. In tako še danes nisem čisto ziher, da mi je všeč ta občutek in to se je dogajalo, bolj sem bil utrujen, večkrat se mi je to zgodilo in če dalje hitrej. Ne. Na začetku je moglo trajati, ne vem, da sem 3 ure res vozil, pa da sem malo začel tako meditirati, pol sem že zelo hitro to, ne vem, v prve pol ure lahko dosegel to stanje. In me je malo tako regeneriral na kolesu, konc koncev, ne, ker pozabiš. Pač, neke slušalke sem zelo malo uporabljal, predvsem na kakšne klance, ker sem videl, da bojo trajali, ker po ravnini, ki greš ti 30 na uro ali pa ne vem, 25, že nič ne slišiš, s tem misliš, pa tudi nevarno je, ne. Tako da nisem imel nekih, ni bilo distraktorjev. To je bila res ena taka športna meditacija, 21-dnevna. Pač, zdaj se pa znajti s svojimi mislimi, razmišljaj, počni kar češ, nimaš cilja zares, cilj imaš samo da si na kolesu in da do nekje prideš. In kjer boš prišel, boš poskušal najti nekaj za prespat in jutri greš naprej. In to je to, ne. A si kle, ki si bil, se pravi, do Švedske, še kdaj pomislil, da bi odnehal? Na Danskem, torej prvi dan sem zvečer res hudo zbolel. Vročino sem imel, sklepi so me vsi boleli, mišice. Čutil sem, da je nekaj hudo narobe. Šel sem v lekarno, nabavil vse, kar je bilo možno, vse, kar se je dal, res sem se nafilil, čeprav nisem pristaš nekih tablet in vsega res ne, ampak pač kle sem bil racing mode, kle sem mogel res vse uporabiti. Tako da takrat sem že imel spet v misli, da mogoče bo treba domov. In klej ful veliko vlogo odigrala tudi Erika. Vedno je najdla beseda ali stavek, kako me prepriča, da se naslednji dan spet samo usedem na kolo. Veš, take brezvezne fore imela, ker sem bil v tistem trenutku, pa daj bo od tih, daj, ne mi to govoriti, no, ker me sam živčenega delaš. Ampak je ratal, obvlada in me toliko dobro pozna, veš, da je znala zadeti to žilco. Kaj je rekla, recimo? A se spomniš? Ona me je vedno bodrila na način, da ti si svoje zdaj že dosegel, ti si prišel do tistega Berlina, ki sva ga vedno na začetku omenjala, ti si šel zdaj že čez to. Tudi če se boš usedel, sam zjutraj se obleč, pa me poklič, pa bova malo, pa ko boš zajtrk jedel, bova malo pogovarjala se, pa boš pa se usedel, pa tudi če boš naredil sam 10 kilometrov, ti bom pa jaz ten bus pol poiskala, pa bo že pol bova to zrihtala, ne skrb, ti se used, pa se ogrej, malo 20 minut vrt, pa boš videl, pa naredi 5 kilometrov, pa me pol poklič mogoče na kolesu, če se nož dobro počutil, vedno me je nategnila, vedno. Jaz sem pač, ko se enkrat ogreješ, je ful lažje. Ker telo enkrat spet dobi, veš, malo adrenalina, pa slučajno, če kakšen sonček posije, začneš ceniti te mehne stvari. In pol tudi ne vem, ker se zjutraj sem se kje v kakšni luškani kavarnici, tam se spomnim, nekje res na severu Nemčije je bilo še to, se vstavaš in začneš ceniti uno kavico, veš, von tako le priješ kao, povohaš, rečeš, fuck,
Hudo, dobro se imam, veš, luštanje, nič nimam skrbi, nimam joba, da bi ga zdaj mogel nujno nekaj narediti. Del uživaš, vse je kul, ne? Ja, ki je hrček utrujen. Ja, in to so bili take stvari sem spoznaval, no? Kako v bistvu je življenje drugače zelo preprosto, da se vse reš, da se bo rešil. In me je znala zelo dobro prikazati mi je znala to, no? Prikazati mi je znala to in tukaj se vidite, da se poznava že, ne vem, zdaj 6 let, 7 let in brez nje mi zihar ne bi uspel. Zdaj sem prepričan, če bi šel sam na tako pot, vsaj ne na tak relativno enostaven ali pa spočit način ne bi zaključil dirke, ker ona mi je potem pomagala tudi s kakšnimi rezervacijami hotela, veš, tudi te stvari, ne. Ampak predvsem ta čustvena opora pa psihološka opora, jaz mislim, da bi telo veliko prej izdahnil. Veliko prej. Ja. Ta glasek, ne, ki je kontra unmu, ki mu začneš res verjeti, ki ti govori, sej nehja, ne, nehja, ne, ki je toliko utrujen že vse. In pa prije kle noter en glasek, pa dej, kaj pa če, a ne? Ja. Pa se veš, za kva skled, tako da je svaka čast, ja, hudo. Pa da tudi ni delovala s strahu, veš, da te je v bistvu rile naprej, ne to kuno, pa dej pridžeh mena, ne, a veš, vseh dober, lej, ploskamo ti vsi, jokamo od sreče, zdaj pa prid nazaj, ne, da si nevškaj naredil. Ne, to imam pa tak support, evo, se zato mislim, mi dam tak respekt, da sem res najdu njo, no, pa da jaz upam, da vzajemno funkcioniram, no, kakor se pogovarjava, ja. In to so nesebični ljudje, ki ne bojo rekli nečesa, da bodo oni v tistem trenutku dobili tisto malo sreče. In to čustvem isto pri moji družini, pri mami, očetu, sestrah in pri Eriki, da ni niti kančka sebičnosti in to je to klepš pol. Ker veš, ker sem tudi meren v mislih, ne. Saj jaz sem se velikrat med dirko spomnil, rekel, fuck, Erika je sama doma, cel mesec bo sama doma. Veš, zakaj opuščaš, kaj je fora tega? Mislim, daj bod z njo. Veš, in to je bilo glih v času počitnic konca, mi da bi mogla na dopust, na morje, ne. To je bilo čez moj rojsten dan celo. Wow. A veš, jaz sem imel 5. augusta rojsten dan, zaključil sem pa 12. ali 10. Letos, ja. To je pa res ni to je sveže, ne. Ja. Dokaj sveže. In to je sebično, z moje strani bilo, ne. A veš, da gre. Ja. Ne vem, če je sebičnost, stari. Ne vem, če je. Zato z razlogom si najdu tako partnerko, ki zna razumeti in podpirati te trenutke, ker mi smo fantje, mi smo moški. Če hočeš biti res moški, boš vedno rabu možnost, da se greš ven igrati, da greš odkrivati, da greš graditi, da greš sestavljati, da greš razmišljati, da se greš boriti, da greš sam proti sebi. Mi to rabimo. Če mi tega nimamo, ratamo, a veš, pomehkužene neke verzije, kar neki. Neki napol, ne? Ja, in ženske, ki najbolj moške zapirajo v neko to, ne, kletko, pa jih vežejo nase, pa to, jih dejansko spremenijo do te mere, da res ratajo mehkužci, pol jih pa zavržejo. Bravo. Ker pa ni več dec, ki sem ga jaz hotla, ne, le kašen si pa to. Tako v bistvu ga ona postopoma, sama, ne, in moraš paziti na svoje jajčka, to jaz doskrat rečem folko, ne, ker, a veš, vse, ki si sam v procesu, pa odkrivaš, pa vse živo, ka malo za nazaj gledaš, ko rečeš pismo, ja, res se je bilo treba včasih pač skregati, ali pa biti sebičen, tako, kot si ti zdaj rekel, ne, mogoče sebično, ampak to je tvoj klic. Ja, in ženska, verjem, da spoštuje najbolj to, da ti pač kdaj greš nasproti nje. A veš, ker one vidijo, one so vizija, mi smo pa tisti, ki naredimo. In to je delo, to je skupno delo, vajno. To je skupno delo. Ona je bolj videla to, da boš ti končal, kot ti verjetno. Ne bi mogla pa ona se usesti na kolo pa tega odpela, to si pa ti mogel narediti. To si tako dobro povedal, res podpišem se. Ja. To je ta klic po mojem narave oziroma prav zgodovine, ki je v nas, ki je in moramo pač ustrajati v tem. Pač tega se ne da spremeniti, to je tako globoko zakoreninjeno in tudi upam, da ne bomo spremenili tega. Ne? Evo ti. Pa še gene svoje pogleda. Ja. Kaj ste hotel za očeta vprašati? Kolikrat ti je šla misel v primerjave, lastne primerjave sebe z njim, ki si bil na tej poti? A je prišla kdaj?
tako, a sem zdaj boljši od njega, a zdaj me je sprejel, a si se kaj prišlo ali si že predelal to? Je prišlo, ampak na čist drugačen način, kot v teniški karieri. Čist drugačen način. Tam sem fajtu proti temu, klej sem pa sprejel, tako kot si rekel. In je bilo prijetno, ker sem se spomnil na to. Rekel, lej, imam v genih to, kar pač moram imeti v genih in oba sva šla na neko tako kolesarsko pot, on na malo bolj profesionalen način, jaz pa na tak način. V tem limitu, kar pač lahko. Z mojo boleznijo, s tem stanjem, ki pač ga imam. In sem sprejel in so bili tako, nasmejal sem se. Prvo spomnim se na kolesu, ker sem rekel, hudo, to je pa čist drugače. Škoda, ker nisem prej tega dojel, imel, ne. Ampak to je proces, to je life. Ja, to je life, pač ne moreš na silo spremenjati stvari, vse pride v svojem času. Privilegij je to doživeti skozi izkušnjo, Ja. Ker takrat je resnica res jasna. Ja. Res jasna. Ker si tako povezan sam s sabo in s tem svojim namenom, kaj točno v tej situaciji delaš, je odločitev tako lahkotna. Ja. Tudi bila, da si ti takrat šel naprej, ali pa da si rekel, to je pa lepo pomisliti na to, zdaj mi je jasen. Ja, jasen ti je zato, ker se je toliko stvari zgodil, povezal, ti si se energetsko uravnovesil. Točno to. Ego je malo umirati začel, ta del, ki se je mogel dokazati iz neke potrebe po sprejetosti, ali da si slišan, viden, kakorkoli, vsi imamo neke take svoje zadeve, ampak lepo, da si to na ta način doživel in ne umsko, a veš, kaj mislim? Ja, da bi ti iz knjig zdaj rekel, zdaj jaz razumem, zakaj sem tebe imel v mislih. Ne, pač nek je, nek občutek je od spodaj, ki si ga na ta način ven potegnil. Ja, na tej dirki je bilo res če dalje več takih trenutkov, ker ta ego, tako kot si rekel, sem začel opuščati, sem ga stran metal in je bilo tako čustveno vse skupaj, ampak lepo, spevno. Veš, ne ono, da bi na silo neki pomislil, to pa to. Ne, to je sam šlo in bolj, ko sem padel v to, vse je bilo bolj enostavno. Imel sem pol še eno zelo negativno izkušnjo, nekje čist na severu Švedske so me spet, v bistvu s tem Nemcem sva se ujela, pa sva spet kolesarila skupaj in Ralf mu je bilo ime in so meni spet se odzvali v Bodnu na Švedskem, meni Slovenci, ki tam živijo že 20 let, rekli, prid k nam prespat. In sem rekel, ok, malo mi je sicer prekratka trasa, ampak glej, ful sem v prednosti, dovolj manj časa, ni mi cilj, da zdaj čim prej pridem, ampak v časovnem limitu, da gremo še spoznati nove ljudi, gremo zgodbo iz tega narediti. In sem tega Ralfa tudi zraven povabil, on je bil vabljen in sva šla do teh Slovencov in so nam pripravili neko tradicionalno pojedino švedsko, nek golaš jeleni, a veš, tako, res so se potrudili. Prvič sem se dobro naspal in se jaz naslednjo jutro zbudim v moj rojstni dan, 5. avgust. In jaz vidim tako za zajtrk eno ogromno obloženo mizo, zajtrk sem rekel, jaz sem v sanjah, rojsten dan je, vse je top, hype, gremo na kolo, ful bo dober, top. In ta Ralf je že sedel tako za mizo in se tako obrne proti meni in prav, Žiga, I have bad news. Rekel, ne, prosim, sam za rojsten dan, ne bad news, danes je vse good, ne me hecati, prosim. In on, poglej mojo nogo in je imel desen gleženj 2-kratni velikosti normalnega gležnja. Tako res je grdo zgledal, vse je bilo rdeče. In je rekel, jaz moram v bolnico, jaz bom zapustil to dirko. Jokal je za mizo. Že te dva gostitelja sta jokala za mizo, mislim, tako na meji smo bili. Jaz sem itak začel jokati. Ker le sem bil 10-12 dni s tem človekom, ne. To v boju. Ja, mislim, skupaj sva bila v tem. Veš, ti se že pol povežeš, ne. Falta. In sem rekel, ne, pa ne na rojsten dan, tok iz največjega hajpa v totalno depresijo. To je bilo takole, instantno. In pač je rekel, da sumi na sepso, njegov oče je umrl za sepso in me je še tako vsak model. Ne boš ti iz čudovitega doživetja šel v bolnico zdaj umret, kaj je s tabo, daj pozitivno, razmišljaj pozitivno, vse bo good. In je težko, veš, kad ti enkrat nekdo to reče, je ful težko ratati pozitiven. Čutil sem, pa če mi verjameš, pa ne, v trenutku mi je odpornost padla, nisem imel motivacije, čutil sem, da bom spet zbolel, tako vse je šlo narobe.
In ta dan je bil res, on je šel pol v bolnico, rekel, ti moraš sam nadaljevati. Jaz sem šel sam pol na pot, da ne boš prepozen, ker me je pa zelo dolg dan čakal. Jaz sem imel cilj, da bi za rojsten dan prišel pred ciljem checkpointom. Je bilo pa v Rovaniemi na Finskem, ki je pa Božičkova dežela, veš, lepa Božičkova dežela, ki vsi hodijo tja se slikati z Božičkom. In to mi je bil tak motivacija, za rojsten dan bom se pa z Božičkom slikal. Ne. In na koncu sem prišel do tega mesta, ampak je bila pisarna že zaprta Božičkova, tako da sem prespal tam, pa šel naslednje jutro. Ampak ja, jaz sem mogel sam tak depresiven dan odvoziti, res, to je bilo pa tako rojstni dan, ki bi mogel biti vesel, je bil najbolj žalosten v dnevu, ne. Mislim, v tej derki celi. In tega kakšne ekstreme ti daje take preizkušnje, ne. In kakor je mogoče v tistem trenutku bilo grozno, te itak potem spet nauči, ker to doživiš, to se ne naučiš, tako kot si rekel, ne, ekstremna čustva se dogajajo v življenju in to moraš sprejeti, ne, pač tako je in itak moraš, v to si porinjen in tako je. In ker zgleda, sem bil tako porinjen in še vedno nekako pozitivno naravnan, je na koncu večer mi on sporočil, da mu je zdravnik rekel, da ni sepsa, da je sicer zelo preobremenjen gležen, ampak da lahko nadaljuje, če mu je res to taka življenjska želja. Ja, zdravnik mu je dal dovoljenje. Pol on me kliče, prav, leži ga, pejt ti sam, ali pa nared zdaj 2 dni malo manj kilometrov, čistko mi je namignil, veš, ali pa malo manj nared, pa se te jaz ujamem, po mojem, če bom jaz malo manj spal in model je res 2 dni zapored po 3 ure spal. Wow. Samo zato, da bi me ujel. Svaka čast. In me je. In jaz sem ga tam počakal in sva se dobila, objela, jokala spet. Res, taki trenutki, ker rečeš, to je življenje, ne? Samo to, nič drugega. Koliko bolj globoke emocije, a ne? Ki jih pač ne more nekdo, ki 9 to 5 iz dneva v dan, se čez noben hrib ne pogleda, nobeno življenjsko preizkušnjo si ne da, ne. Kjer je razlika? Kako ti čutiš dejansko isti zrak, iste procese, isto kri, na totalno drugačen način. Ja, točno to, kada usrkavaš res večkrat je sploh dano. Ja, veš, ne. Spremeni se ta percepcija in ne morem ti povedati, zadnji 3 dnevi, ko sva se potem midva spet združila, sva se zmenila, ok, zdaj sva skupaj, ampak hočva doživeti, veliko sva tudi skupaj prevozila, dejva si tako, ne vem, 15 minut razmika, kdorkoli gre spredaj, zadnji nima veze, ampak to, da spet malo dojameva sploh, kaj sva naredila v teh 20 dneh. Ker sva se srečala, takrat naprej je bilo zadnje 3 dni najbolj kičasto vreme na svetu. Na Nordkapu, potem, ko sva prihajala na Norveško in čez ta zadnji fjord, so domačini rekli, da ni bilo povezanih 14 sončnih dni 20 let že. Niso doživeli tega. In sem rekel, jaz sem del te izkušnje na tak način, to mora biti neki, veš, neka višja sila, neki se je mogel poklopiti. In kar naenkrat so noge ful lažje ratale, sploh pol tudi Božiček, ki sem ga prej omenil, je tudi dal neko energijo, veš, ono fotko, ki sem naredil, 30 €, veš, kaj me nateguje, tekla je že tako se matram. Ampak res take lepe stvari, da ja, pol rečeš pismo vsaj z namenom, ker prej sem pa doživljal od 2-3 dnevi so bili tako, da je bil cel dan dež. Si predstavljaš, jaz sem imel dežno obleko zgoraj spodaj in jaz sem cel dan dež gledal. Veter, dež, toča vmes sem se mogel staviti. Stopinje načeloma ni bilo, je bilo tudi tam. Mislim, da je 8 najbolj mrzlo. Dobro, že to je tudi, veš, pa dež zraven, pa veter, a ne. Scal, tako da je konc sveta. Sem rekel, pa kdo me heca, veš. In to so bili tako eni trenutki res, ki nisi videl, ki si pogledal radarsko sliko, si rekel, pa to bo padalo, samo da vile dol ne padajo. In pač greš. In greš in si un dan 8 ur spet na kolesu in prideš na konc, ne. In pa se ti odpre sonce. To je bil finiš?
To je bilo pa zadnje 3 dni glih takrat, ko sva zadnji del Finske vozila, skupaj dežela tisočerih jezer, res čudovit konc. Kar jezera pri jezeru, kar vse se svet noter, ribe plavajo, raca okrog, čudovito. Jelenov, da ti ne govorim, to sem jih srečal v enem dnevu 30. Tako posod, kar laufa, ima meni celo v snetek en baby, jelenček z nama, tako ene, kaj svem, 100 metrov lauf. Res? Tako pred nama 10 metrov. Mi si pokazal. Fuluška, no, take lepe stvari in pol za piko na i čist tik pred ciljem. Jaz sem bil, ne vem, 10 minut, 15 minut pred Ralfom, tik pred ciljem, 20 kilometrov pred ciljem, ker se ta fjord in so res taka zelo neugodna proga, nakloni 25%, spusti, nevarni veter, ful piha, sicer sonček in vse, ampak veter še vedno piha. Tuneli, ki gre pod morje, 200 metrov v temi, tako sketchy stvari. Še vedno veš ono, ki si pred ciljem, ampak moraš paziti. Moraš ful paziti. Na cesti si, ne? Še vedno si ti na cesti. In jaz se tako vozim v en klanc in nasprot mene pride en v profesionalnem tako dresu, nek Bahrain Merida, in jaz tako, tudi poznam neki fantov iz te ekipe, sem rekel, bo malo pohecu se, kao, come on Bahrain, neki na to foro, in tako rečem, in on se obrne in za manj, sem rekel, kaj sem ga užalil, kaj zdaj, veš, kaj sem rekel narobe. In on, žiga, pa jaz, hello, kaj? In sploh nisem bil navajen govoriti slovensko, in je poleg mene prišel Slovenc na kolesu. 20 km pred ciljem. In prav, meni res nič ni bilo, jaz sem tako kamenel toliko, da nisem s kolesa dol padel. In on prav, smo te spremljali, smo bili na dopustu na Norveškem, pa sem slišal, da rabiš malo pomoči v zadnjih kilometrih. In sem ti prišel pomagati. Kaj? Prosim, kaj se dogaja zdaj? In mi je razložil, da je bil z družino v bistvu na izletu in da so oni že prejšnji dan hoteli domov, z avtodomom, ampak so videli, da sem na poti in da bom verjetno prišel en dan, pač, in so podaljšali dopust, so me počakali na cilju, prosil sem ga sicer, če lahko zadnjih par kilometrov čisto sam naredim, da pokličem družino, da imam pač zase trenutek, je rekel, valjda, ni problema. Na cilju so me počakali s penino, šampancem, in je bil res en tak magičen trenutek, da na koncu sem zvedel, da v bistvu so oni iz Novega mesta, ker sem jaz doma, domačini v bistvu. In so me res počakali na cilju, prestavili, v bistvu zamaknili celo svoj dopust zaradi mene. In je tako magično, res. Sonček, veš, polnočno sonce, ki sploh ne zaide. Tam smo skupaj počakali z večerjo. Povabili so me v avtodom, da tam prespim. Na koncu mi celo kolo zapeljali, da ga nisem rabil na letalo nest v Slovenijo, ker oni so se z avtodomom vračali. Veš, take stvari se pol poklopijo, ko greš iz te cone obdobja. Da ne moreš verjeti, da rečeš, to je nekdo knjigo napisal, pač to ni res. Daj me pel v zadnji kilometer. Kaj se dogaja? Kakšni so procesi, notranji procesi pri tebi? Že tisti klic, ki sem naredil 500 metrov pred ciljem, sem se pri tisti tabli še slikal, da vam za spomin 500 metrov od Nordkapa, od tistega globusa, ne velikega. Jaz sem poklical družino, pa Eriko, in mislim, da sploh nismo veliko govorili. Jaz sem jokal, mami je jokala, mami je samo rekla, zdaj sem že malo solzno oči dobil. Bravo, Žiga, vedela sem, da ti bo šlo. Sem to je rekla in to mi bo zavedno, se ni rabila velikrat, sorry. Veš, res sem se zdaj uživel in to je taka življenjska zgodba, ki bo ostala zavedno v spomenu. Definitivno. Nismo veliko govorili, ampak smo čutili, vedeli smo, koliko je ura. Vedeli smo, koliko težav lahko ta bolezen prinese na taki poti. Itak jih probaš odstraniti iz misli, ampak vedno ostanejo. Če si z nekom povezan, tako kot družina je, ne, bodo te misli vedno prisotne nekje in te bo skrbeli.
In klej vse skrbeli, klej definitivno vse skrbeli. No, ker nisem prišel do unih 500 metrov pred ciljem, je vse tiščal noter. Rekla je zadnji dan, nekaj so spremljali lahko na spletu, pač mojo pot, GPS, so vsi rekli, vsako minuto smo gledali, vsako minuto, ker to nismo te hoteli izpred oči spustiti, da bi se karkoli zgodilo. Ne. Ti bom pol eno fotko pokazal, ki imam pol na cilju, ki je tudi uraden fotograf naredil, kako sem v bistvu res solze spustil, ki se vidi v tisti fotki na mojem obrazu se vidi, koliko mi je pomenilo vse skupaj. No. Ja, zelo zanimiva zgodba. Hvala, da si toliko časa vzel, pa mi je tako predstavil, ker si res pač zato ne vem, pač sploh ne vidim drugega smisla delati recimo podcasta, da slišiš take zgodbe. Ne? Tako sem ful vesel, da si jo pošeril na tak način. Ja, mislim, z veseljem, videl sem že pri moji publiki, ki je mnogo manjša od tvoje, recimo, ki je res specifična, ne? Sem videl, ko so mi starši po tem dogodku pisali, pa tudi sami ljudje s sladkorno boleznijo, koliko sem jim ulil neke nove motivacije. Kako sem razbil en tak oklep negativnih misli glede te sladkorne bolezni. Ne? Tako. Veš, da ti starš napiše, joj, moj sin je 1 leto nazaj nehal fuzbal trenirati, ker so, ne vem, se mu tisti so igralci smejali, da si mora meriti sladkor, pa je za nič, pa ne vem kaj. Zdaj je pa spet začel pa vse nažiga. Kaj je lepšega, a veš? Ja. Mislim, če sem to naredil 3, je to s takim dogodkom. Pa vem, da sem večjim, no? Če ne drugega, tudi staršem na tak način pomagaš. Če si pa želiš več zdaj, po tej preizkušnji, kaj se ti odpira? Zdaj bi res rad, torej definitivno bom vodil to idejo o nekem športu oziroma ultrašportu še naprej, ker se fizično res počutim v prime timeu, sem bom rekel, se res ful dobro počutim. Ker sem se toliko naučil, ne, tiste stvari čez mojo teniško kariero, ki sem jih zapostavljal, da moram zdaj izkoristiti to, če ne bom zdaj, ne bom nikoli. In imam že en projekt pripravljen za to leto, tokrat bo v Sloveniji, ful bi ga rad razkril, ampak nimam še potrjenih zadnjih partnerjev, bo pa zelo zanimiv spet en tak ultra dogodek to poletje. 2025. Okay. Zdaj imam kar v glavi, da bi vsako leto neki tazga epic naredil. No. Ker je bila ta podpora z vseh strani pozitivna in lahko si nekako tudi prvoščem organiziram življenje, da pač to delam in to me veseli, to me srečuje. Drugi korak je pa definitivno ozaveščanje ne samo o sladkorni bolezni, ampak na splošno boljšem kakovostnem življenju. Tudi razmišljamo, zdaj me eno zanimivo podjetje, ki ima identično filozofijo glede prehranjevanja, tudi kontaktiralo. Tako da razmišljamo, da bi šli skupaj eno tako lepo zgodbo pelati, no mogoče tudi, da se pojavimo ne samo v nekih specializiranih trgovinah, ker tam zahajajo tisti ljudje, ki so že izobraženi. Ne? Ljudje morajo dobiti neke zdrava hranila, torej v Šparu, v Hoferju, v Tušu, v Lidlu. In tam bomo množico začeli spreminjati. Tako kot sem rekel prej, skozi politiko, ampak politika je tudi v marketingu koncev, ne. Če boš ti videl tam čips, boš čips vzel, ne. Hitro ga vzel, ja. Tako da rad bi prišel malo na mainstream, spet ne na silo. Bi bilo super, no, da se dotaknemo čim širše publike. Kako boš ljudem omogočil, da podprejo tvoje poslanstvo? Jaz ful niti ne rabim, da mi tako neki ful vrača, ker čutim, da je res pozitivna energija že tako prisotna. Nekaj delam, bom rekel, mogoče čez ta projekt tudi finančno zaslužen z nekimi predavanji, s kakšnim podjetjem sploh omogočam malo pogled v to bolezen ali pa nasplošno v zdravo življenje, ker to mi gre z roko v roki, to je tako, pač. To rad delam. Ni pa zdaj, da bi jaz nasplošno folku neki račun ali pa neki tako veliko strank ali pa nekih ljudi, ki pride do mene, tudi pro bono naredim, ker na srečo sem, ne vem,
si nekako tudi finančno tako poskrbel, da shajam, da ne rabim zdaj preveč nazaj dobiti. Ampak za take večje projekte pa definitivno ne. Pač tudi potem finančno je prav, da se nekako pokrije. Razmišljam mogoče konkretno tudi o kakšnih taborih, kjer bomo učili o zdravem življenjskem slogu, take športne tabore, mogoče na začetku tudi za diabetike, ful rad delam z mladimi, to mi je top, ker treba začeti pri korenini, da ti potem lahko vzgojiš celo generacijo. Tako da, ful je enih takih mini priložnosti, nočem se spet zaciklati v ta, bom rekel, mindset, preveč podjetniški v tem, kar sem že bil, da bom spet prišel do burnouta, ampak zelo spontano, na tak, z mehkimi veščinami, to, kolikor lahko delam, to, kolikor lahko dam, bom dal, vse ostalo bom pač čas sebi pa družini namenil in res čedalje bolj verjamem, da lahko gradim na tem in zaenkrat je taka butična publika, ampak mislim, da je zelo ceni moje delo, no. In to mi pomeni in kakor bo na koncu. Odlično. Ful ti hvala, da si bil kle. Ja, kako se počutiš? Malo sem pol kar pozabil, ful dobro zdaj. Še si kle. Kako je cukor? Ja, to lahko pogledamo, vidiš? Kada ne bi imel sladkorja. To vidiš, večkrat na podcast. V glavnem, kle od spodaj bomo dali še povezave, ki mi jih boš pošeril do teh stvari, ki se ti bojo zdele relevantne zase. Imam pa eno vprašanje, ker če si poslušal podcaste, pa si ga že slišal. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Da dajmo se nasplošno, dajmo se več smejati. Ker vsaka interakcija, ki jo imamo s človekom, če bomo pristopili z neko dobro voljo, dobro energijo, z nasmeškom na obrazu, to je dokazano, da se bo takoj človek nasproti počutil veliko boljši. In če bi imeli več tega, da ne bi takoj prišli s tem mrkim obrazom do sočloveka, pa ne glede na to, kje je, ali je na ulici, ali je na neki pisarni, mislim, da bi bil svet takoj za ne par procentov, kar veliko lepši. In veliko bolj bi tudi kot družba hitrej napredovali, boljš bi se imeli. Manjka, se tudi jaz, imam slave itak, se smo si krvavi pod kožo, ampak se potem probam uščipati pa reči, nasmej se malo in je vedno tak rezultat, da se ga ne da primerjati, ne. Tako da dajmo se smejati. Hudo. Žiga Papež, hvala ti. Hvala tebi. To je to. Amadej Kat.